potlačimo v sebi tiste naše nagone, neka občutja, kaj narediti v neki situaciji in tudi kaj jesti, kaj kombinirati. Eugen Benedik. Vi ste pri nas doma otrok mi noče nič jesti. V vrtcu vse je. Mlade družine niti več ne opazijo, kdaj je otrok lačen, pa kdaj je otrok sit. Oči dobre volje, jaz imam pa zeleno solato v roki. To pomeni, da je nekaj dobrega. Če si pa zdaj ti jezen, pomela hčerka zeleno solato, ampak ti si jezen. To pa nekaj ni v redu. To živilo vam bo povzročilo to živilo vam bo povzročilo to. Da na koncu dneva so pol ljudje vsi izgubljeni. Vsa živila vas lahko ubijajo, vsa živila vas lahko obdržijo pri zdravju. Karkoli narediš, misliš, da delaš narobe, ker si drug dan videl, da je en rekel, da banane Bog ne da jesti. Človek želi slišati nekaj, kar bo zelo zakompliciranega, odgovor je zelo enostaven. Kot prvo, Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi ob ogledu. Ko ljudje sprašujejo za nasvete, ko prihajajo v, na primer, prehransko ambulanto, človek želi slišati nekaj, kar bo zelo zakompliciranega, nekaj, kar bo on mogel kupiti, da mu bo izboljšalo njegovo zdravje. Zdaj, ali je to prehransko dopolnilo, ali je to neka posebna dieta, ali je to neko odpovedovanje nečemu. Človek nekako želi to in stremi k temu. V bistvu je pa cela zgodba tako enostavna, da kdo, ko pride v ambulanto in se pogovarjava, prav pa se ne more biti toliko enostaven. To sigurno ne more biti toliko enostaven. Ja, pa je. Zelo enostavno je lahko. Zdaj, če greva nazaj na kmetijo, ne? V tistem obdobju, ko sem jaz gor rastel, je bil sladkor redka dobrina. Torej, jaz sem si jo seveda želel, ne? Kot otrok. Vse, kar bi bilo sladko, je meni teknilo, mi je šlo v slast. Ampak to seveda ni bilo mogoče. Potem, kar je bilo slano, so včasih, je bila, poznava Martina Krpana, in zgodbo je bila dobrina, skoraj enako zlato. Podobno seveda sladkorja, in podobno maščobe. Zdaj, nasičene maščobe, nenasičene maščobe in tako naprej, pusta zdaj to. Ampak maščobe včasih so bile prav tako dragocene, zato so včasih na kmetih vsak del živali pravzaprav izkoristili. Vključno z mastjo, ki je danes tako škodljiva. Ja. Ampak včasih, ker so delali ljudi na polju, v gozdu, niso imeli česa drugega, da bi pojedali, jih je to ohranjalo pri življenju. In tudi na nek način omogočilo dovolj energije. Teda, odgovor je zelo enostaven. Kot prvo, posegajte po lokalnih živilih, sezonskih živilih. To je prva stvar. Izogibajte se sladkorju, pretirani uporabi soli, nasičenim maščobam. Zdaj, nasičene maščobe, kaj to so? To so vse maščobe, ki so na sobni temperaturi v trdem agregatnem stanju. To so maščobe, ki dokazano škodujejo našemu zdravju, ampak zanimivo, brez njih pa tudi naše telo praktično ne more živeti. Torej, malenkostno jih povsem potrebujemo, ker določene nasičene maščobe v našem telesu so pomembni gradniki, predvsem za določene hormonske zgodbe in uravnavanje določenih homeostaz. Tretja stvar. Ne jejmo toliko, da se dobesedno nažremo. Jejmo nekje tam do 80% sitosti, potem pa nehajmo. Naslednja stvar. Ko jemo počas, v miru, nikamor naj se nam ne mudi, kar je seveda danes malo ironično govoriti, ampak to se svetuje. In pa, na primer, za kosilo krožnik, ki je pred nama, ga je treba tudi uravnotežiti. In zdaj to se sliši zelo učeno, ampak v praksi zelo enostavno. Vsakmu otroku in staršu povem, da je najlažje uravnotežiti svoj krožnik na sledeč način. Ena pest
Zdaj, če je mamina pest, če gre za otrokov krožnik, otrokovo pest, ogljikovih hidratov, torej krompir, riž, testenine. Druga pest, mesa ali pa rastlinskih beljakovin, stročnic. Potem otroci vprašajo, gospod, ampak jaz jem zrezek, jaz ga ne morem dati v pest. V redu, raztegni dlan, površina tvoje dlani toliko velik zrezek ti pripada za kosilo. Ja, koliko je pa debel zrezek? To, ker je tvoja dlan debela. In potem na koncu 2 pesti na krožniku, torej polovica krožnika, zelenjavne priloge. Zraven pijemo vodo in vse skupaj, torej na krožniku, prelijemo z 1 jedilno žlico hladno stiskanega olja. To je uravnotežen obrok. In to je tudi približno toliko na krožniku, kot naše telo v tistem trenutku potrebuje. In se ne rabimo ukvarjati ne s kalorijami, ne z ničem tretjim, ampak to je zelo enostaven prikaz, kako si mi lahko krožnik uravnotežimo. In ne rabimo imeti nobenega orodja, ker vse orodje nosimo že s seboj. Se pravi, beljakovine, ogljikovi hidrati, zelenjava, torej vlaknine. Tako in pa maščobe na koncu, brez maščob tudi ne moramo živeti. Zanimivo. Kaj pa imaš, kakšno je pa tvoje mnenje glede količine hrane, ki jo zaužijemo? Pa bi izhajal iz svojega primera, če lahko, tako da malo ti dam konteksta. Jaz recimo sem opazil, da meni paše, še enkrat meni paše, ne vsem, da jem 1-krat, 2-krat na dan in da zjutraj, recimo tam do niti ne zjutraj, do 12 enih jaz ne jem nič. Razen, če vem, da bom fizično zelo aktiven, pol zjutraj nekaj pojem. Mi zelo paše. Mogoče na začetku čutim neko malo lakote, ampak ni lih lakota, bolj je uno, nekaj moraš pojesti, ker so mi to cel življenje govorila. In pol tudi zvečer se moram malo nazaj zadržati, ker mi zapaše kakšen sladoledek, pa to zvečer, pa tudi ga kdaj, če mi res tako res zasede. Ampak to je to, načeloma to zaužijam. Pojem v tistem obroku 2 več, ampak me zanima, kako ti vidiš to, koliko je dejansko pomembno, kolikokrat ješ na dan, pa kakšni so časovni razmiki. Zdaj, tlej je treba razmeti to zgodbo na 2 oziroma 3 dele. Nekaj je, ko govorimo o otrocih in mladostnikih, so rekli tam do konca biološkega razvoja, to je tam nekje do 25. leta, rečva. Ta skupina je posebna. Okay. Potem je od 25. leta do 65. leta, tle zgodba midva, je to druga skupina, in pa je tretja skupina nad 65 let. Zdaj, za prvo in tretjo skupino, torej za otroke in za starejše od 65 let, se priporoča, da imajo nekje 5 obrokov dnevno. Okay. Zdaj, dojenčki oziroma do 1 leta starosti še več, lahko tudi do 8 obrokov dnevno. Sicer pa 5. Zakaj zdaj 5? Zaradi tega, ker otroci so v fazi hitrega razvoja in rasti. Torej, človeško bitje se v tem obdobju, ko je na svetu, razvija najhitrejš. To lahko vidimo, naprimer, kako otroci pridobivajo na telesni masi in telesni višini, in potem kot najstniki, mi kar rečemo, takrat se potegnejo, takrat je tudi drug ta močen signal, da rabijo otroci imeti čim več ustrezne hrane. Zdaj, zakaj več obrokov dnevno? Spet manjših obrokov, ne da se mi zdaj tam nažremo, ampak več manjših obrokov dnevno, zato ker otroci se rastejo in se razvijajo in rabijo, mi rečemo temu gradnike, torej in vitamine, in minerale, in beljakovine, in maščobe, in energijo čez cel dan. Torej, otroci rastejo čez cel dan, tudi po noči seveda, ampak čez cel dan rabijo imeti hranila, da nekako enakomerno zagotavljajo vnos hranil. To je ključno. Zdaj pri nas odraslih, nekje od 25. leta do 65. leta, ni več potrebno imeti 5 obrokov. Načeloma se svetuje zdaj po novem nekje od 3 do 5, kolikor ti paše. Če ti pašeta 2 obroka, je to mogoče malo, mogoče imaš še kakšen snack, kakšen prigrizek vmes ali nimaš. Pa ja, kakšen sadje, kdaj mi kar paše, sploh če smo tako na plaži ali pa kaj. To je pa ta tretji. Ponavadi je tam tretji obrok, tudi prigrizki se zraven štejejo, 3 do 5. Potem starejši od 65 let, pa spet 5. 5 plus. 5 plus potrebujejo tudi nosečnice in tudi doječe mame, z istega razloga, da enakomerno
nekako zagotavljajo vnos hranil čez dan. Pri starejših odraslih pa pravzaprav zato, ker se nekako njihova prebava, bomo rekla laično, poleni, oziroma tudi absorpcija hranil iz prebavil je nekoliko slabša in oni rabijo malo več obrokov zaradi tega, da skompenzirajo tisto manjko. Torej, da imajo večjo verjetnost, da bodo absorbirali iz prebavil tista hranila, ki jih v bistvu starejši odrasel potrebuje. Tako da zdaj, za naju 3+ obroki, za otroke, nosečnice, doječe mame in 65 let plus, in pa še tukaj določeni bolniki, predvsem sladkorni bolniki, potrebujejo imeti pa tudi 5+ obrokov. Prej si omenil se pravi kronične bolezni, ki lahko nastanejo, če ne poskrbimo za nek zdrav vnos hrane v teh zgodnjih letih. Kje so to, recimo diabetes? Diabetes oziroma sladkorna bolezen tipa 2 je definitivno ena izmed teh, potem že na začetku sama debelost in posledično to je vse povezano med seboj, potem pride do presnovnega sindroma lahko, tudi do rakavih obolenj lahko pride, srčno-žilnih težav, še celo z drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi jih povezujejo, to neustrezno prehranjevanje v zgodnem obdobju teh prvih 1000 dni. Mogoče prej nisem bil dosti jasen, prvih 1000 dni ne štejemo samo od rojstva naprej, ampak štejemo, se rekla, od zanositve oziroma od načrtovanja zanositve do zanositve in potem do nekje 2. leta starosti otroka teh prvih 1000 dni, potem pa 8000 dni še dodatnih toliko in toliko let, da prideva do nekje 21 do 25 let. In v tem obdobju, kaj kot starš nekako na kaj sem jaz lahko pozoren pri recimo moja punčka je stara 9 mesecev v tem obdobju, kaj je nekaj, kar bi mi svetoval? V bistvu tle lahko narediš nekaj stvari si že zamudil. Kaj recimo, povej mi, kako izgleda v tvojem mnenju pa profesiji nekako to obdobje, kaj bi ljudje mogli delati, dajva se tega dotakniti. Ja, zdaj to je tak začaran krog, oziroma ne začaran krog, ampak povezan krog, lepše. Zdaj, tletko, kaj je kura, kaj je jajce, ampak bova začela, rečeva, da začneva pri paru, ki razmišlja o naraščaju. Torej, takrat, ko par razmišlja o naraščaju, takrat je treba biti definitivno že pri stvari. Pri stvari sledeči in sicer idealno bi bilo, da ko začne par razmišljati o zanositvi, da ne zanosi v tistem dnevu ali pa v tistem tednu ali pa v tistem mesecu, ampak da to načrtuje za par mesecev vnaprej. Vsaj 3 mesece. In v teh 3 mesecih oba, torej in moški, ki je pogostokrat malenkostno zanemarjen, tudi v tej znanstveni literaturi, se zdaj tudi raziskuje vpliv moškega na genetski material, ki ga da svojemu otroku. Glede ženske že veliko vemo. Torej in moški in ženska 3 mesece pred spočetjem postaneta telesno dejavna. To pomeni vsaj pol ure na dan, neke take ne sprehajanja psa, ampak tek ob, neki aktivnosti. Da je bolj aktiven, da se zadihata. Vsaj pol ure na dan. To je ena stvar. Druga stvar, da opustita svoje nezdrave razvade. Od alkohola, kajenja in drugih nezdravih navad, razvad. In pa tretja stvar, da data nekaj na svojo prehrano. Torej, da začneta jesti bolj uravnoteženo, da se začneta izogibati slanim, mastnim in pa sladkim živilom in predvsem tudi visoko procesiranim živilom. Kakšnim raznoraznim, tako mesnim, kot tudi rastlinskim produktom. Pa sladkane pijače. Absolutno. 3 mesece prej. Ženska mora tudi začeti suplementacijo folne kisline. In zdaj, če ne jesta rib, še ena pomembna stvar, če ne jesta rib, še suplementacijo dokozaheksaenojske kisline. To je omega-3 maščobna kislina, ampak je pomembno, da je to dokozaheksaenojska kislina. Ne katerakoli omega-3, ki jo dobite lahko na trgu. To so te stvari. Prosti, sam malo bom ustavil. A to tudi ginekologinje zdaj, ka vem, da moji so predpisali to folno, ne vem pa, če je bila za ta druga, se pravi omega-3. A je to nekaj, kjer se tudi
ginekologinje izobražujejo in so nekako kle kot ti z znanjem, oziroma kakšen je, kako bi ti ocenil to profesijo glede koliko so izobraženi, pa koliko so z cajtom po domač povedano. Ginekologi zelo dobro predpisujejo folno kislino, ki je to tudi v smernicah ginekoloških. Teda tukaj sploh ni nobenega problema. Zdaj, mogoče za to dokoza heksaenojsko kislino tisti, ki so bolj, bomo rekli, v teh krogih in jih prehrana zanima, tisti definitivno to vedo in to svetujejo. Tisti, ki pa niso toliko v teh krogih, pa seveda ne morejo priti do te informacije in tega pol ne svetujejo. Teda iz tega vidika se tudi tukaj področje, bomo rekli, nove stroke razvija, ki jo tudi pomagam razvijati, to je področje dietetike. In dietetik je zdaj eden izmed pravzaprav enakovrednih članov multidisciplinarnega tima in bi si želeli, da bi dietetiki bili zaposleni na primarnem, sekundarnem in pa še več na terciarni ravni zdravstvenega varstva, zaradi tega, ker mi pa ta znanja imamo. In naprimer v tem timu mi lahko rečemo ginekologu ali pa družinskemu zdravniku ali pa, ne vem, alergologu, komorkoli, pediatru ne nazadnje, a ne. Ja, veste, to je pa zdaj po novih smernicah dietetskih, mogoče pa lahko preverimo pri tem otroku, bodoči nosečnici, mamici, ali mogoče ima določena prehranska pomanjkanja. To se da z določenimi orodji zelo hitro in enostavno oceniti. In tukaj bi lahko, in že prihajamo na trg dela, zelo aktivno in tudi izobražujemo naprimer bodoče dietetike, konkretno jaz delam na biotehniški fakulteti, in izobražujemo bodoče generacije, da se zavedajo teh mankov, ki jih dejansko imamo. In zdaj, če nosečnica in doječa mama ali pa njen partner jesta ribe, vsaj nekaj enkrat, dvakrat na teden tega dopolnila ne potrebujeta. Če pa ribe ne jesta, naprimer pri nosečnicah včasih rečejo, da jim začnejo ribe smrdeti, takrat je pa to dopolnilo še kako na mestu. Torej ja, dokoza heksaenojska kislina je kot druga, potem pa individualno. Zdaj, če ima ženska težave še s pomanjkanjem železa, potem se lahko še to dodam, pa to tudi zdravnik lahko potem predpiše, pa fino je ugotoviti, zakaj pride sploh do pomanjkanja železa. Kaj v večini primerov z železo, recimo? Pri ženskah je to bolj pogosto, ne? Ja, pri ženskah je bolj pogosto. Ja, zakaj pride do pomanjkanja železa, pa kaj lahko mogoče ženske naredijo, da ga naravno dovolj dobijo? Vzrokov je več pravzaprav. Zdaj, najpogostejši vzrok je, da ga iz prehrane dobijo premalo. Torej, da jejo živila, ki niso bogata na železu, to je prvi najpogostejši problem, potem druga stvar je zelo pogoste težave z močnimi menstruacijami, tudi tam je lahko težava. Včasih se pa skriva za pomanjkanjem železa kakšna bolezen. In zato je fino, da grejo zdravniki malo raziskati to zgodbo, ker dosti pogosto z roko v roki nastopa naprimer celiakija. To je v bistvu bolezen, kjer oseba ne sme jesti niti drobtinice glutena. In velikokrat se ta bolezen skriva in pri ženskah se ta bolezen lahko odkrije šele takrat, ko želi zanositi, pa ne more zanositi, ali pa zanosi, pa ima več spontanih splavov. In lahko je v ozadju pravzaprav se skriva celiakija, ki jo pa diagnosticirajo potem gastroenterologi. Ni toliko malo primerov, da bi se takrat ta bolezen odkrila. Ampak najpogosteje je ta prehranski vzrok. In zdaj, kako povečati to? Zdaj, vsi danes planejo po prehranskih dopolnilih. To je neverjeten. Trg prehranskih dopolnil je enormen. Zaslužki pa tudi enormni. Ampak ljudje s tabletami ne bomo rešili vseh problemov. Torej hrana, spet v prehrani. Torej železa je relativno velik v, bomo rekli, živilih živalskega izvora, torej mesu, seveda. Tudi določena živila rastlinskega izvora imajo nekaj železa. Rdeča pesa, ne? Rdeča pesa, naprimer, ja. Predvsem je pa tle tudi fajn, ker so že naše stare mame vedle. Pa niso prebrali nobenega znanstvenega članka, niti laboratorija takrat še ni bilo, da bi to dokazal. Naprimer pri divjačini, bogata železom, so vedno dali zraven še malo neke marmelade, ponavadi je to bila brusnična marmelada. Pa priloga je bil krompir. Danes vemo, zakaj so to kombinirale, neki zaradi okusa. Naprimer krompir ali pa brusnična marmelada, izjemno bogat vir askorbinske kisline oziroma vitamina C. Vitamin C
pa izboljšuje absorpcijo železa iz živil. Torej, če to ješ v kombinaciji, se ti bo več železa absorbiralo v krvni obtok kot sicer. Torej, tudi take zadeve zelo pomagajo. Ne? To je tak zelo enostaven trik. Ali pa, naprimer, zakaj vam ponudijo pri Dunajskem zrezku ali pa pri ribi zraven še kakšno rezino limone. Limona ima pravzaprav tudi noter askorbinsko kislino oziroma vitamin C in spet izboljšuje absorpcijo, pa še okus doda. Ne? Tega pa nisem vedel. Teda, to so te kombinacije, ki so jih naše mame že vedele. Mi jih danes samo razumemo. Ja, ampak kako so vedele? A misliš, da so res iz tega nekega zavedanja glede zdravja, ali je bilo pač to, kar so imele na razpolago in je dejansko življenje tako simpel, da če pač gledaš, kaj imaš na razpolago, pa kaj je naravno prisotno v tvojem okolju, boš dobil vse, kar rabiš, a ne? To je življenje na eni strani tako simpel. Ja. To, kar so prej govorila. Ja. Po drugi strani je pa zdaj tako, to je zdaj neznanstvena trditev, ki jo bom zdaj dal, ampak veliko ljudi, tudi v ambulanti, pove, da oni sami začutijo, da jim neka stvar ali paše, ali pa ne paše. Ja. Zdaj, kaj zdaj pomeni, da sami začutijo znanstveno, to vrednotiti je težko. Ampak kakorkoli v ambulanti najdemo kar nekaj takih primerov, ki jim je dejansko telo na nek način povedalo, da ne vem, glutena oni ne presnovijo in se je potem odkrila, ne vem, celiakija. Ali pa ne prenašajo naprimer mleka in so ugotovili, da imajo laktozno intoleranco potem kasneje. Ne? Ali pa v tem primeru je pa drug vidik, so pa okusi tistim. Naprimer, do tega pa še prišla, mi prav zanemarjamo oziroma potlačimo v sebi tiste naše, zdaj verjetno se kdo ne bo z mano strinjal, ampak nagone. Torej tiste neka občutja, kaj narediti v neki situaciji. In tudi kaj jesti, kaj kombinirati. Tudi te občutja v ustih, ko imaš limono, pa imaš ne vem, ribo iz morja, svežo, lepo pečeno. To je tudi zanimiv okus. In tudi ta okus nas spodbudi, da to kombiniramo, ampak v ozadju pravzaprav pa je povezava, torej vitamin C pa absorpcija železa. Drug tak vidik, ki se ga kasneje dotaknila, je, da danes, ne bom rekel vse, ker to ni v redu, ampak danes opažam v ambulanti, da mlade mamice ali pa mlade družine niti več ne opazijo, kdaj je otrok lačen, pa kdaj je otrok sit. Niti ne vejo, kako ga hraniti, da bo pravzaprav otrok se nahranil. Tega se nekako ne zavedamo, ker beremo na internetu, da vemo, da je otrok lačen, ampak takrat, ko otrok začne jokati, je že malo too late. Sprašujemo na internetu za takimi in drugačnimi nasveti, poslušamo in gledamo take in drugačne influencerje. Medtem pa zanemarjamo svoje pravzaprav tiste naravne občutke, ko vemo, ko nam telo govori, kaj moramo narediti v nekem trenutku. Ne, to ni v redu, bomo raje vprašali influencerja, kaj on misli ali pa ona misli. In zdaj to poplava teh informacij pa danes na dosegu roke. Pred 30 leti, naprimer, ali pa 40, teh informacij ni bilo toliko. Danes pa lahko vsak je lahko arhitekt, vsak je lahko zdravnik, vsak je lahko farmacevt, vsak je lahko v narekovajih, ker ima občutek, da če prebere eno knjigo, tudi na področju prehrane, imamo samo oklicanih prehranskih strokovnjakov, kolikor hočeš. In diet, toliko, kolikor je samo oklicanih strokovnjakov. Pa še to, vsak ima neko drugačno mnenje, nek drugačen pogled, da na koncu dneva so pol ljudje vsi izgubljeni, karkoli narediš, misliš, da delaš narobe, ker si drug dan videl, da je en rekel, da banane, boh ne da jesti. Točno to, ja. Vse sem videl eno foro, en kao poslušate influencerje na telefonu in se dela zraven za jesti in tako vse stvari stran, da je na koncu tako vodo hoče spiti in tako en influencer reče, pač ne piti vode iz pipe, ker nas zastrupljajo, pa ne vem kaj vse, in še uno vodo zlijam. Na tole zgodbo smo imeli letos na enem mednarodnem kongresu eno tako odlično predavanje. Ja. Enega profesorja, ki je rekel tako, glejte, imate toliko in toliko diet, imate to živilo, vam bo povzročilo to živilo vam bo povzročilo to živilo vas bo rešilo od tega, onega, tretjega, ne?
In je on rekel, jaz sem zdaj pristopil znanstveno. Znanstveno je naredil raziskavo, metaanalizo, temu rečemo, v kateri je on poskušal ugotoviti, katera živila so v redu in katera so slaba, torej dobra, slaba. Katera komponenta v živilu nam povzroča neko bolezen in katera ne. Kaj je ugotovil? Čist objektivno. Vsa živila vas lahko ubijajo, vsa živila praktično vas lahko obdržijo pri zdravju. Pomembno je, da so v uravnoteženem razmerju in pa pomembno je, da se zavedamo v bistvu, da ne moramo živila deliti na kratko črno-bela, dobra, slaba, razen sladkorja. To je dokazal, da kogarkoli gledamo, sladkor je res problem. V sladkih pijačah, v sladkarijah, naprimer. Tudi v sadju. Tudi v sadju, če ga zdaj poješ enormne količine. Ja. Predvsem je problem v v sadnem soku lahko. Ker se vlaknine. Tako, to lahko tudi kasneje se dotakneva tega. Ja. Sol, če jemo preveč slane stvari, tudi evidentno kaže na to, da ni v redu. Pri nasičenih maščobah so tam. Zdaj, če si ti telesno dejaven, da pokuraš toliko in toliko energije, bo najboljši vir energije maščoba, ker je skoncentrirana energija v gramu največja. In to rabiš, naprimer. Tako da ni prehranska znanost črno-bela, ne moramo reči, tole je v redu, tole ni v redu, tudi iz enega drugega vidika še. Danes, ki midva govoriva, naprimer zdaj o teh stvareh, namenoma uporabljam določene besede, naprimer dobra, slaba, škodljiva, neškodljiva, ker to so besede, ki jih mi, prehranski strokovnjaki, poskušamo omejevati, jih ne uporabljati. Ker zdaj, če naj gledajo, naprimer, ali pa poslušajo, bom rekla, odrasli poslušalci, bojo vsi vedeli, kaj imamo mi v mislih. Če naj poslušajo najstniki pa dokazano ne morejo gledati na svet sivo, ampak gledajo črno-belo, bojo oni rekli, Eugen je v podcastu rekel, da je, tole pa tole škodljivo in bojo dali iz krožnika dol. Rekel je, da je tudi tole škodljivo, bojo dali iz krožnika dol. In pol prideva do motnje hranjenja, lahko zelo hiter, kar je pa danes izjemno velik problem. Misliš, da je povezana motnja hranjenja z tem, da s tem, kar si zdaj govoril, da preveč, ko nekdo nekaj reče, preveč resno to vzamejo, brez da bi nekako se zavedali te druge plasti zgodbe, da ni vse črno-belo, ampak da je pač lih zmernost in uravnoteženost tisto, kar pač je edini nasvet, ki bi ga mogli upoštevati. To je definitivno eden izmed. Drugi je, naprimer, influencerstvo. Pa postave, kako so lepa dekleta, lepi moški, kako se, pa imamo filtre, lahko naredimo super postavo, v nekem filtru. Pa pritiski potem okolice in filmov in slavnih oseb in influencerjev in tako naprej, pa tudi potem malo domače, lokalno okolje, vse to vpliva, da imamo več različnih dejavnikov, ki lahko pripeljejo potem do te težave. Ja, in pa imaš še drugo skrajnost, ki je pol ta body positivity iz tega, da so pač influencerke, ki so bile res prekomerno težke, začele govoriti, da je tudi to lepo in vse živo in kaj. In sploh ni poanta tukaj v nekem estetskem vidiku, vsaj tako je bilo moje mnenje, zakaj ti promoviraš nezdrav način življenja, veš tako. Ker dejansko neki ljudje, ki so pač leni, in jim je to pač normalno, zdaj pa pač biti debel je pa ok. Pismo, koliko teh influencerk sem zadnjič videl, en članek je dejansko že umrl, ker so to govorile. In da se je mal pač pol zgubil ta smisel med tem, kaj zdaj lepo zgleda, ker pač jaz nimam problemov s tem iz estetskega vidika, ampak mene bolj zmoti to, pismo zanemarjaš se. Ne skrbiš za svoje zdravje, ne skrbiš za svoje telo. Dej zaradi tega to deli, ne zaradi tega, da boš komu bolj všeč. Točno to. Ja. Ker zdaj ljudje smo tako, mi imamo radi ekstreme, mi imamo radi black and white, črno-bele stvari, mi imamo radi na nek način neka polariziranja, da se nekaj govori.
To je v naši naravi na nek način. Ne? Ampak zdaj, če smo pri teh debelih v enem ekstremu ali pa teh presuhih v drugem ekstremu, pa da greva zdaj naprimer do najnega para, ki želi zanositi. Torej, če bo predebel ali pa presuh, eno ali drugo, ali moški ali ženska, in ne bo na nek način naredil nekaj na sebe, to zdaj ne pomeni, kar je zmotno mišljeno, da zdaj, če smo debeli, potem moramo samo spremeniti prehrano in workouta, torej biti v fitnessu in zdaj bo super, To ni nujno res v redu. Lahko je za nekoga, da je zgleda malo bolj krepak, pa bi na hitro rekla, se on je debel, Dejansko je to njegova telesna masa, ki je za njegovo konstitucijo, njegov genetski material tista optimalna. Tako da ne moramo se v isti koš metati. Sigurno, ja. Sigurno. Ampak lahko pa naredimo nekaj na sebi, karkoli že, kakršnokoli spremembo že mi delamo na sebi 3 mesece pred spočetjem, se to v našem genetskem materialu, rečva temu, tudi ustrezno zapiše. In mi potem damo potomcu, bodočemu otroku, nekako najbolj kvaliteten material, kvaliteten genetski material, kar ga v tistem trenutku smo mi sposobni dati. In če damo nekako najbolj kvaliteten material, to pomeni, da bo ta naš otrok bolj zdrav, dlje časa bo živel, ne bo umrl prej, preden bojo umrli starši, kar se danes dogaja. Torej, ne vem, danes se zgodi, da ne vem, umre otrok, zaradi neke take kronične nalezljive bolezni, starša sta še pa živa. To je grozen, to je za starša nekaj najhujšega, kar se mu lahko zgodi. Po drugi strani bi pa mogoče lahko to preprečila s temi ukrepi, ki sva pogovarjala. Torej, nekaj je, da te 3 stvari, ki sva prej rekla, pred načrtovanjem in spočetjem naredita. Te 3 stvari, ne boš verjel, vplivajo tudi na to, da otrok kasneje ima manjšo verjetnost, da bo debel. Ima dejansko manjšo verjetnost, da bo imel srčno-žilna obolenja. Ima manjšo verjetnost, da bo razvil raka. To, da mi danes to razumemo, te povezave, so pa se lahko zahvalimo na nek način moderni laboratorijski opremi, po drugi strani pa predvsem umetni inteligenci, ker zna povezati te stvari zdaj med seboj z neke večje perspektive. Potem, ko je ženska noseča, oziroma tako, moški ima to biološko vlogo samo pred spočetjem, pa se na nas kar pozabi. Mi smo potem lahko samo še opora ženski, tako psihična opora, fizična opora, pomagamo, mi kaj veliko pa ne moramo več narediti. Ja. Lahko pa potem pri vzgoji, pa z zgledom. Zdaj, če boš ti, si rekel, imaš hčerkico, da boš ustrezno se prehranjeval, da boš workout, torej da boš aktiven, ona bo te vzorce bo nekako povlekla na sebe in to je veliko, kar lahko narediš ti potem kasneje. Torej, zdaj, če greva na nosečnost, v nosečnosti se ženska edine stvari, ki se mora izogibati, je uživanju surovih izdelkov, surovega mesa, surovega mleka, sadje in zelenjavo pa dobro očistiti, da ne pride do kakšne zastrupitve s toksoplazmozo. Naprimer, zanimivost, tudi se je pojavila ena, oziroma mislim, da 2 Instagram influencerki, ki sta na veliko med nosečnicami širile informacijo, da je najbolj uživati kar surovo meso in piti surovo mleko, da je to nekaj najboljšega in da je absorpcija določenih hranil iz prebavil boljša. Seveda je pa problem mikrobiologija. Torej, surovo mleko, direkt izpod krave, je živo mleko, to je živo mleko. Not je ogromno bakterij, ampak če ga popijemo takoj, ajde, bi rekel, no problema. Ja. Če ga damo pa v mlekomat, zdaj v teh vročih mesecih, tisto mleko je še vedno živo mleko. Tisto ni pasterizirano ali pa sterilizirano, ampak je živo mleko. In tam noter na višjih temperaturah mrgoli lahko, ne nujno, ampak lahko bakterij. Zdaj, če ti tako mleko kupaš,
in ga nosečnica, ker ima plod v sebi, popije in pride do zastrupitve, in ta bakterija lahko zelo hitro pride iz prebavil do ploda in povzroči lahko hude okvare ali pa celo smrt ploda. Zato, ker je nekdo rekel, da ne prekuhavati mleka. Torej, mleko iz mlekomata absolutno morate prekuhati in ga potem uživati. Tle sploh ni debate. Vsi ali samo nosečnice? Vsi. Aha. Zaradi preprečevanja teh zastrupitev. Okay. To je zdaj vedno tehtamo v prehrani. Ja, to je ljudem treba, to bi rad jim povedal, tehtamo. Torej, na eni strani, če si noseč, pa tehtaš zdaj življenje svojega otroka ali pa zdravje svojega otroka, pa to, da bom zdaj jaz pil surovo mleko, pa da bom mogoče malo več absorbiral kalcija iz tam. Meni je jasen, da bom jaz raje prekuhaval, pa bom kalcij dobil iz, cvetače. Zdaj, če si pa tako odrasel posameznik, naprimer kot midva, zdaj jaz ti bom svetoval mleko prekuhaj. Ampak ti se pa še vedno lahko po svoje odločaš. Ja, ker smo lih pri mleku, me zanima, a je mleko nekaj, kar sploh odrasli ne bi pil, ali že sem slišal zdaj več teorija, ne, ko se nisi teliček, ne, kaj rabaš mlek pit? Meni po naravi ne paše nekaj, ampak kdaj ga, niti v kavi. Ampak kaj je, kako je iz nekega znanstvenega vidika mleko vidno pri odraslih ljudeh? A je to nekaj, kar sploh rabimo uživati? Ali? Zdaj, mleko kot tako je izjemno zanimiv in bogat vir različnih hranil. Poleg kalcija še ne pozabiti na beljakovine, pa še cel kup drugih komponent je noter, ki imajo visoko hranilno vrednost. In je za naše telo v bistvu živilo, ki je čist ok. Je pa treba zdaj razumeti to spet v malo širšem kontekstu. Zakaj je zdaj toliko nekih čudnih informacij? Od tega, da mleko ubija, do tega, da je mleko za teličke in tako naprej. Je treba vedeti, da ljudje, torej Slovenci, konkretno samo Slovenci, se bom na nas opredelil, imamo približen v naši populaciji gen za laktozno intoleranco in sicer za zelo čez palec bom rekel, vsak drug Slovenc ima ta gen, ki se mu lahko izrazi kadarkoli ali pa nikoli. Torej, iz tega vidika vsak drug Slovenc bo poročal, da mu mleko škodi. On sicer ne bo vedel, zakaj. Stvar je pa samo v laktozni intoleranci. To je funkcionalna motnja, nič ni škodljiva, samo napihujete lahko, drisko imaš lahko si tudi zaprt občasno, pa plini izjemno smrdijo. Redko je tudi, da bruhaš in tako. In to samo zaradi te laktoze, ki je v mleku v največji količini. In ta povzroča težave. Zdaj, če bi ljudje ugotovili, v redu, imam laktozno intoleranco, ki jo gastroenterologi seveda lahko potrdijo, ampak ljudje to že sami prej ugotovijo. In jim reče, naprimer, en influencer, dej probaj pa z rastlinskimi napitki, veš, zig bo boljš. Valjda je boljš, ker tam not ni laktoze. In pa je rekel, sam res, vidiš, mleko meni res škoduje, mleko meni res ubija, bom šel raj na rastlinske napitke, ki pa niti približno niso primerljivi z mlekom po hranilni sestavi. Veliko več hidratov, ne? Predvsem, Tudi, naprimer, sojin napitek ima sicer več beljakovin kot mleko, ampak je pa soja, Torej, kaj zdaj narediti? Pejte na mleko brez laktoze in vam ne bo nič problema, ne bo nobenega problema. Potem pa rečejo, zakaj pa zdaj po siru, trdem siru pa nimam težav, po mleku imam pa težave. Zato, ker v trdem siru bakterije, ki so tam zato, da naredijo ta trdi sir, to laktozo pojejo kot bombončke, in seveda potem laktoze več tam ni. Zato ti ne dela težav. Ta laktozna intoleranca je v 50% čez palec, lahko dejansko problem. Wow. A pol ta mleko brez laktoze, ki je tle spet en moj tak, kako se reče, amaterski pogled na situacijo. Jaz sem rekel, kjer je dobra tržna niša. Folku rečeš, da so neki intolerantni in pol daš na trg proizvod, zaradi katerega ti lahko več zadeve prodaš. A je dejansko nekaj na tem mleku? Mislim, mleko brez laktoze je laktoza noter ponavadi z encimskim pristopom razgrajena, torej laktoza je disaharida, zdaj poenostavljeno, kaj to sploh pomeni.
jaz rečem otrokom, ki jim to razlagam, kaj je, to sta kot, da sta dva bombončka, ki se skupaj držita z neko vrvico. Zdaj seveda ti ne moreš teh dveh bombončkov pojesti, ne, če se skupaj z vrvico držita, moš to vrvico s škaricami prestričiti. Pa boš pa lahko jedel. No in podobno je z laktozo. Laktoza je pač disaharid, ki se skupaj drži in te škarice naj bi se tvorile v našem prebavnem traktu, črevesnih resicah, ampak se iz genetskega, na primer, razloga, v tem primeru ni nujno, ampak lahko genetskega, ne tvorijo. In potem ta bombonček mi ne moramo vsrkati kot vir energije v telo in ta dva bombončka, ki se še vedno skupaj držita, potujeta naprej v debelo črevo. V debelem črevesu so pa bakterije, ki so prav tako omahnjene na cuker kot človek, sem čakajo in vidijo ta dva bombončka in ga takoj pojejo. Ob tem, ko ga pojejo, mi rečemo to fermentirajo, tvorijo pa enormne količine plinov, smrdečih plinov, kar nas potem požene naprej. To je problem. In v mleku brez laktoze, oni noči škaricami razgradijo to. In zato je tudi mleko brez laktoze praviloma malenkostno slajšega okusa. Ker ni več en bombonček, nista več dva bombončka, ki se skupaj držita, ampak sta posebej in to daje, bom rekel zelo poenostavljeno, bolj sladek okus mleku. In naprimer v našem prostoru je mleko brez laktoze dejansko dobra alternativa skoraj za polovico Slovencev. Medtem ko na Finskem pa tega gena za laktozno intoleranco praktično ne poznajo. Na Finskem pa definitivno mleko brez laktoze ne bo šlo dobro v prodajo. Zanimivo, pa i genetski vidik. Kaj pa bi rekel, da je razlog, da ga gor ni, pri nas pa je? A ste to kaj raziskovali? To je že raziskano. To je v bistvu iz naše zgodovine, kako smo ljudje osvojili cel svet. In potem so določene narodnosti šle pač svoje poti in ob tem, ko so šle po svojih poteh, je prišlo do izločitve tega gena za laktozno intoleranco. In zato, naprimer, na Finskem praktično ni teh težav. In tudi Finci so v Evropi narod, ki popijajo, mislim, da največ mleka na prebivalca. V litrih, ja. Hudo. Prej sva končala na by the way, hvala, ker si tako lepo razložil. Jaz mislim, da bi več ljudi, ki imajo neko javno komunikacijo, mogli delati z otroci. Da bi se naučili komunicirati Velikrat, ko si v neki svoji panogi res dober, ti je samoumevno, da me itak vsi razumejo. Ampak ti meni lahko kle prideš pa mi rečeš disaharid, pa jaz nimam pojma, kaj je to, ampak si vzel čas razložil ful dobro. Mislim, da zaradi tega pač zdaj jaz razumem laktozo. Mislim, to je tista stvar, ker na fakulteti, pa v teh znanstvenih vodah je točno to. Na fakulteti jaz že od študentov pričakujem, da bojo to znala. Po drugi strani imam pa potem na pediatrični kliniki, pa upravka vsak dan starši, enimi bolj, enimi manj izobraženimi, enimi lahko super izobraženi, ampak ne na področju kemije, naprimer, ali pa prehrane. In sem ugotovil, da jaz tam, če njim razlagam, jaz jim lahko povem v superlativih, z najnovejšimi znanstvenimi dokazi jim lahko postrežem, ampak jaz vedno, preden gre starš iz moje ambulante ven, vedno naredim nekak povzetek in rečem staršu, zdaj mi pa vi povejte, kaj so se zmenila. In pa sem na začetku moje kariere ugotovil, da niso točno vedeli, kaj sem jim rekel. In sem pa ugotovil, da je moj problem, kako jaz podajam informacijo. In sem to začel spreminjati, in zdaj tekom vrste let ugotovil, kaj je najboljša. In zdaj to prakticiram. In še, kar je najbolj zanimivo, otroci vejo, kaj je problem. Ker oni vedno hočejo, če jih daš na neko stvar, neko dieto, kje je zdaj moj sovražnik? Česa se jaz zdaj moram izogibati, pa zakaj? Pa kaj mi to sploh dela v telesu? In na tak način pa z otroki poskušamo komunicirati in potem dieta, če so na dieti, prime takoj efekt, izboljša se stanje, srečni so otroci, srečni so starši, srečni smo mi. Zdi se, da ti je mar za to, kar delaš, a ne? Ja, absolutno. A mogoče veš, mislim, si kdaj se sam sebe analiziral, pa si rekel, zakaj si toliko želim na tem področju ljudem pomagati in dejansko mi je to, da oni, ko grejo od mene stran, imajo neko novo znanje, bolj pomembno kot to, da jaz pač recimo v tem poklicu dobro služim.
kaj bi rekel, največje zadovoljstvo mi je to, ko dobim potem kakšen mail nazaj, ali pa kakšen klic nazaj, ali pa kakšen komentar na kakšnem družbenem omrežju, da sem jim jaz z nasvetom ali pa z načinom razlaganja spremenil pogled na bolezen, spremenil pogled na nek način del sveta, a ne? In to je meni največje zadovoljstvo. Jaz sem občutek, oziroma vedno sem želel nekako pomagati drugim. A ne? To je bila vedno moja neka ta notranji drive. Zdaj, ali pomagati učiti, ali pomagati, ne vem, karkoli že delati, a ne? Ampak pa sem se najdel v tej zgodbi prehrane, ker sem tudi ugotovil in želel sem si jaz pomagati družbi tam, kjer bodo med najboljši. In to je v bistvu tudi na področju hrane, ker vsak rabi jesti, vsak dan, večkrat na dan. In to, kar ješ, to si, ne? In to, kar ješ, to si, točno to. In zdaj, če je teh bolezni manj, tudi z tega, bova rekla, epidemiološkega vidika ali pa državnega vidika, a ne, torej manj bo potem to ostalo zdravstveno blagajno, potem bi ta denar lahko šel za kakšne druge namene, za določene bolezni, kjer pa res s prehrano ne moreš pomagati nič, a ne, lahko samo z drugimi stvarmi. Torej, da se odgovorno obnašamo do sebe, s tem do svoje družine in družbe, in nazadnje tudi države, če greva malo širše. Ne? In mi je to tak da nek notranji drive, ki je tako, ki nobenega denarja ni vreden to. Pa se zdaj zelo tako sliša. Sej, valjda tudi jaz moram položnice plačati, ampak ta del je res nekaj najboljšega. No? Lepo. Ker zdaj, ki si to razlagal, mi je v misel prišel prej, ki si razlagal o tem, kaj lahko par pred zanositvijo dela in tudi pol med zanositvijo. V bistvu, kar je največja ključna stvar tukaj, je to, da se nauči zdravega življenjskega sloga. Ne? Ker če je tvoj namen odzadaj, želim si zdravega življenjskega sloga, boš vedno v vseh obdobjih se zanimal, se izobraževal, delu na tem, da bo pač to boljše. Ne? In je tudi to kot nek živ organizem, ki se prilagaja tudi seveda tehnologiji in vsem, kar se dogaja. Točno to. Je pa tle še ena stvar, ki je pomembna, ki bi jo rad tudi delil z gledalci oziroma poslušalci, pa ta, da na področju prehrane se rekla, imate dopolnila, pa diete, pa taki in drugačni nasveti. Ljudje smo zelo zanimiva bitja. Smo zanimivi tudi iz psihološkega vidika. In dokazano je, da pri človeku, ko gre na neko dieto, ko gre na neko dopolnilo, ali pa ko izključi neko živilo, ki on misli, da mu škoduje, ali pa ga doda, naprimer, je toliko močen placebo efekt, dokazano od 60 pa do 80%. Wow. Placebo efekt. Zato ljudje tudi padajo na vsa ta dopolnila, na vse te diete in na vsa ta rokovanja, ker je toliko močen placebo efekt. In tega se zdaj tudi pri svojem delu zavedam, in se poskušamo tudi v tej smeri pogovarjati starši. Placebo efekt je izjemno močen in tega se moramo zavedati. Zdaj, to je en vidik. Drug vidik pa, kako vi spremeniti neko vašo razvado, nezdravo, kako vi upeljati neko zdravo razvado, če hočeva, ali pa neko zdravo živilo v svoj krožnik. Imate dva tipa ljudi. Eni so all in, torej mi rečejo v ambulanti, evo, povejte zdaj, kaj moram narediti. In se tega držijo. Takih ljudi je zelo, zelo malo, ker so ekstremno disciplinirani in to res naredijo. Noro. Pa imaš pa tiste step up, ki jim razložim zgodbo, naprimer pri debelosti, kako se zdaj te zgodbe lotati. Jaz ne pričakujem, da bo otrok shujšal v enem tednu, ne vem koliko. To bi bilo nezdravo za otroka, ker je v fazi hitre rasti. Ampak rečem, gledajte, gremo s baby steps. Najprej damo nek cilj. Naprimer pri otroku se vedno pogovarjava, vedno se tako, kaj na tržnici se mečken barantava. Jaz mu povem, evo, tole pa to boš mogel spremeniti, ampak ne vse naenkrat. Zdaj pa povej, kaj bi ti od teh, naprimer, 5 stvari najprej spremenil, kaj bo tebi povzročalo zdaj najmanj težave, da boš naredil.
ne vem, pa reče, ne bom pil sladkih pijač. V redu, pa je prav, sam pusti mi pa čokolado, prosim, to pa bi rad jedel še naprej. V redu, jo boš jedel, ampak najprej greva stran s sladkimi pijačami. 1 mesec traja intervencija, ker je to spet psihološko. 1 mesec moraš ponavljati, da pa je prije v tvojo podzavest in potem to rata tvoja rutina. Videla se čez 1 mesec na kontroli, kako ti gre, to zdaj pijem sam vodo, je kakšen problem? Ne, ni problema. Evo, zdaj so še 4 stvari, katero bi zdaj naslovila. In ko čez 1 leto zmagava. Ne čez 1 mesec, ampak čez 1 leto. Pa sledijo temu, mislim, verjetno morajo tebi videti tudi nekega zaupnika oziroma nekoga, ki ga upoštevajo. Ja, to je zdaj zelo odvisno od starosti otroka. Zdaj, najstniki zelo pogosto krat me probajo, prijajo z argumenti in to dobrimi argumenti. Ja, valjda, ne. Pa tudi, da so prišli zaradi sebe ali so jih starši poslala, veš, že tudi to je. Najstniki, valjda jih pošljajo starši oziroma zdravnika, ne. Ja. In oni ne vidijo problema, s 1001 teorijo. Potem jim pa jaz malo razložim, pustim jim, da mi povejo, kaj oni mislijo. Tam, kjer imajo dejansko prav, jim dam prav, tam, kjer pa nimajo prav, jim pa razložim, zakaj se motijo, oziroma zakaj se nek Instagram influencer moti, in pa o tem razmislijo. Pa jih pustim jaz pol domov, pa razmišljajo o tem. Pa pride naslednjič in pa zgradimo to zaupanje pri najstnikih, ki ni čez noč, to traja potem nekaj časa in pa vidijo, da smo on the same page, da vsi hočemo imeti isti cilj. Samo pri, redukciji telesne mase ni bližanc. Pač to je samo način življenja, te pripelje do neke ustrezne redukcije. Karkoli drugega je, ker rečejo, tudi ful popularno, gremo jesti proteine, naprimer, gremo v fitness, bodybuilder, gremo to. Jaz vedno rečem, glejte, otroci ste ali pa najstniki ste, nobenih posebnih prehranskih dopolnil ne rabite. Predvsem ne proteinskih. V fitness, v redu, super. Ampak imate zraven nekoga, ki vam kaže, kako in kaj delati? Imate kakšnega kineziologa zraven? Ali pa profesor športne vzgoje? Ne delati nekaj na blef, oziroma ne zaupati nekomu, ki pojma nima o teh stvareh, ker ko ste stari 30 let, boste kripli, ker ste se overloadali. In se pogovarjamo in pa zdaj te energijske pijače, to jih blazno zanima. Zakaj ne? Pa razložimo, da je problem predvsem ta kofeina, da oni sicer imajo že občutek neke hiperaktivnosti, pa da se jim nekaj dogaja, ampak da na dolgi rok to ne pelje nikamor. Pogovarjamo se, razložimo vsak segment posebej, da probajo to nekako razumeti in pa tudi, ko so že odrasli, zdaj lahko rečem, da srečujem bivše paciente, ki so že dejansko odrasli na ulicah in so čisto srečni. Še vedno se poznamo, pozdravimo, pogovorimo. Sam, če je kakšno obdobje, kjer bomboni, sladke pijače, itd. Gre to čez, je po moje lih to obdobje. Pač tam od 10. do 21. Ker se mi zdi, da takrat telo pač bo shendlo. In mogoče zna biti problem pri enih lih ta, da jih starši totalno stran od vsega, od bombonov, sladkih pijač in pol so 30 let stari in to probajo in je noro in pol jim to dejansko lahko škoduje, ker niso navajeni. To je pa full over point. Ja, daj mi malo o tem povej, ker to je moj pogled. Točno to se dogaja, točno to. Tako da hvala, da si tole potegnil z rokava. Zdaj, stvar je o tem, valjda si vsak star želi, da bo otrok super duper zdrav, Ja. In zdaj, en in drugi ekstreme naravi nikoli nista ponavadi dobrodošla. In zdaj, dejansko v ambulanti imam tudi starše in tudi otroke, ki so stari 12, 13, 14, pač najstniki, in zrecitirajo meni v pričo starša, sladkorja ne jem zato, ker povzroča to pa to pa to. Soli ne zato, ker povzroča to pa to. Maščobe nasičene ne zato. Tako, kot da bi poslušal nekoga, ki je to študiral, kot da bi bral neke smernice. In starši so zraven seveda ponosni. Jaz pa jim pa vedno rečem, ok, super, ampak. In ta ampak
ko otroci pridejo v, naprimer, dijaški dom, ko grejo izpod kontrole svojih staršev vsakodnevno v študentski dom, takrat na polno. S pomfrijem, z ocvrto hrano, z restauracije s hitro hrano, na polno s sladkimi pijačami, z bomboni, čokoladami, na polno. In potem kipnejo, ko buhtelček. In pa se starši sprašujejo, kako je to možen. In to je spet ta psihološki vidik. Ti ne smeš, prej si rekla, zdravo, nezdravo. Ti tudi v tej znanosti ne smeš otroku nič prepovedati. Ne smeš, ne vem, jesti pomfrija. Ja. Boh ne daj. Ker če ti rečeš, ne, prepovedano zate, če jaz rečem, da je, ne vem, zate nekaj prepovedano, pa si zdaj najstnik, to te, brata, sem še bolj zanimiv. Valjda. In sam hrepeniš potem. In v bistvu na nek način isto notranjo hrepenenje po neki zadevi, ki jo kao ne smeš jesti, ker ti je nekdo rekel, da jo ne smeš, čeprav ti ni ponavadi razložil, zakaj ne, hrepeniš potem. Teda mi odsvetujemo staršem, da otrokom govorijo tole ja, tole ne. Zmanjšajo ne. Tudi sladkor, tudi sladke pijače, tudi čokolade otrok lahko je, tudi ocvrto hrano otrok lahko je. Samo kako pogosto? Zmerno. Rečemo, ne vem, ob nedeljskem kosilu, naprimer, tam ni nobenega problema. Če bo kosilo uravnoteženo po tistem pest, Ja. Pa potem, če dobi tortico na koncu, nobenega problema. Če dobi čokolado na koncu, nobenega problema. Če sladko pijačo popije, nobenega problema. Problem bi pa bil in problem je, ko so otroci, naprimer, v šolah, pa nimajo časa jesti in tako naprej in grejo, ne vem, v najbližjo trgovino po sladke pijače in če pa ti ješ cukor, pa piješ cukor kot tvoj glavni obrok, to pa je problem. Jaz včasih rečem, kakšen otrok, naprimer, če je debel, pa mora malo zreducirati telesno maso, pravijo, gospod dietetik, sam prosim, ne mi čokolade umakniti iz programa. Ne, sam čokolade ne. Vse drugo lahko, sam čokolade, prosim ne. V redu, ne bom ti je. Ampak, se pa zmenila. Če hočeš pojesti 100-gramsko čokolado, boš pred to pojedel konkretno skledo solate. Tisto konkretno. Pravijo, to jaz ne morem pojesti. Je nič hudega, boš pa, če hočeš pa eno vrstico čokolade, boš pa takole eno dlan, tvojo dlan zelenjave pojedel. A to pa bi šlo. Kako te slišijo? Meni to ni jasno, da te dejansko upoštevajo. Ja, to se pa z otroki se zelo hitro nekako dobimo neko tako navezavo in pa se malo jim rišem, tudi kakšne presnovne procese z visoko znanostjo jim narišem zelo enostavno. Fanti imajo zelo radi, če govorimo o mišicah, koliko so močni. To pa pali. Ja. To pa jaz pri nečaku, se pravi nečaku od moje žene, je vedno ta debata, pa če už to jedo, misliš, da bojo mišice ali... Ja, to zelo oni radi. Boje pa po tipi, koliko sem pojedel, to zmaga. Je več teh pristopov, no. Ja. Predvsem se otrokom probam najprej približati, če so zdaj te starosti, da bi že lahko, oziroma da lahko razumejo to zgodbo. Prej si placebo efekt omenil, pa sem imel eno misel. A je placebo efekt v tvojih očeh dober ali slab, če dejansko naredi svoje? Ja, odvisno zakaj se gre, ampak če ga uporabljamo z zdravo mero razuma in za doseganje teh zdravih ciljev, je placebo efekt še kako zdrav. Ja. In se ga tudi v praksi poslužujemo. Ker pridemo do nekega cilja. Potem mi seveda na koncu povemo staršem, da v bistvu je bil bolj placebo efekt, ampak je pa deloval in otrok je spremenil svoj način ali pa odnos do hrane, torej smo zmagali. In je tak zelo dober pristop. Ja, se v bistvu se gre kle za neko redefiniranje navad, Točno to. Ker pa rabaš čas in bolj kar ti moraš delati, je v vsem tem času poskrbeti za to, da bo pač otrok oziroma najstnik imel discipline dovolj oziroma bo pač zaupal temu procesu in ko pride čez teh 30 dni, 60 dni ali koliko je, ne vem,
za navado krekant, pol je vse lažje, ne? Ker dejansko je pa zdaj že nekako misleno, se zdaj pa sploh ne rabim tega. Točno to. In do te faze jaz se pač pogovarjam in pa rečem, glejte, jaz sem lahko z 80% verjetnostjo zagotovim, da naslednjič, ko se srečamo, da bo zdaj to in to in to boljš. In pa dejansko je boljš, ker je ta tudi del placebo efekta. Ne? In pa rečejo, ja, vi ste zanj ste rekli, da bo boljš in res je boljš, zdaj pa smo pripravljeni iti naprej spreminjati druge načine. In je pa bistveno lažje in na koncu otrok tudi ugotovi, da se boljš počuti, nekako je to cel to obdobje, ki je včasih lahko pri kakšnih dietah izjemno težko za najstnika, tudi iz psihološkega vidika, in tukaj se morajo še psihologi vključiti, in po moje še dvakrat teže še za starše. Ampak se da, to je nek tak proces, kjer se da veliko stvari izboljšati. Ja, sigurno. Na dolgi rok. Moj cilj je tudi ta, ker najstnika res ne zanima, kako bo on zdrav ali pa kako bo izgledal pri 30 letih, tako je mene ni, ko so mi to govorili, ampak staršem razložim, to, kar zdaj vi delate, torej manj sladkorja, manj tega, manj unga, boste za njega naredili nekaj, ki bo on star 30 let, bo imel za toliko in toliko procentov nižje tveganje za pojav srčno-žilnih obolenj. In to je tisto, kar starše driva, otrokom dajem pa bolj oprijemljive in bolj kratkoročne cilje. Ja. Zdaj tudi, odvisno, kako so stari, včasih imamo kakšne štempilke, nalepke, da morajo nekaj zbirati in se nekaj dogaja, da na tak način pa poskušajo osvojiti neko novo rutino. Tam sem te hotel še vprašati iz vidika, prej sva bila torej obdobju zanositve, kako pač nekako svoje prehranske navade in vse obračati. Kaj pa, ko otrok pač se rodi? Tam sva ostala, po mojem. Bi si želel, da greva naprej, zato da prideva do tega obdobja zdaj kle, kjer sem jaz pred kratkim bil in kjer sem, da še jaz kaj dobil od tega. Ja, zdaj, ko se otrok rodi, je zdaj par pomembnih elementov. Na začetku je prva in edina hrana materino mleko. Torej, tisto prvo mleko, ki pride iz dojk, je pravzaprav, ga imenujemo kolostrum, ga je zelo, zelo malo, ker na začetku dojenček, ko se rodi, ima približen zalešnik velik želodček. Zato je tudi tistega mleka zelo malo, bolj tako rumenkasto, zelo mastno je in to imenujemo kolostrum, oziroma tudi prvo cepivo. V tistem kolostrumu imate noter več protiteles, več imunskih komponent, kot v nekem cepivu, ki se gremo mi cepati. Torej, to je za dojenčka izjemno pomembno. In če se le da, poskušamo zagotoviti, da se hrani na začetku s kolostrumom in potem naprej, da se hrani z materinim mlekom. Zdaj, mogoče to obdobje do uvajanja goste hrane bom šel povedati tiste glavne elemente, ki so pri uvajanju pa malo zadržala. Torej, če je le možno, otroka dojimo. Zelo pogosto se zgodi, da naprimer povprečna ležalna doba porodnice v porodnišnici tam nekje 2 dni, 3 dni. In v tem času ni nujno, da že pride do tako imenovanega navala mleka. In ženske, ko so odpuščene domov, včasih še nimajo tako imenovanega navala mleka in imajo občutek, jaz sem slaba mama, moj dojenček ne je. Potem še pride mogoče kakšna patronažna služba in reče, ne pridobiva ustrezno na telesni masi, ali pa pride do pediatra, to malo kasneje. Torej, naval mleka je normalen pojav, ki se zgodi tam nekje 4. dan po porodu. 4., 5., 6. dan po porodu. Takrat bo ženska dobila samozavest in rekla, jaz pa imam zdaj dosti mleka, jaz lahko otroka podojim. Potem je drug problem, je pa lahko ta, da ima pa ženska preveč mleka v nekem trenutku, oziroma otrok nekako prepočasno raste. Zdaj to mleko, ko ga ženska producira oziroma tvori pravilno, imamo prednje mleko, pa potem glavni del, torej glavna jed, pa zadnje mleko in sladica. Prednje mleko je pozdravček iz kuhinje, ki vemo, da je ponavadi bolj malo na krožniku, ali pa juhica. Potem je glavna jed in potem sladica. Zdaj, če ima mama veliko mleka, bo otrok ves čas samo na pozdravčku iz kuhinje.
In valjda ne bo mogel se zrediti, in potem bo rekla patronaža, joj, ne pridobiva ustrezno telesni masi. In takrat bo rekla mama, joj, nisem v redu mama, to je kuj psihološko to povezano in potem, gremo mi po formulo, gremo za izvlečno formulo. Za vsak slučaj, ampak veš, ko imaš ti enkrat doma v shrambi za vsak slučaj neki, pa boš tudi za vsak slučaj to uporabo. In tega ni potrebno imeti v shrambi. Ampak, zelo enostaven pristop, vse svetovalke za dojenje tako svetujejo, imamo tudi v Sloveniji društvo svetovalcev za dojenje in laktacijo, brezplačne svetovalke, na katere se lahko ženske obrnejo 24/7 po nasvet. Dajte si izbrizgati par jedilnih žlic mleka, tega prednjega, torej tega pozdravčka iz kuhne, da bo otrok takoj prišel na glavno jed in da bo dobil sladico. Potem tam not je pa energijska bomba in bo otrok začel napredovati. In ne bo rabo nobenih formul. Zanimivo. To se zgodi ponavadi v tem zgodnem obdobju. Pa gre pa uvajanje goste hrane. Še ena stvar sem pozabil. Kaj pa za tiste, ki ne morejo dojiti? To sem te hotel vprašati, bravo, vsaka čast. Tudi to se zgodi in če se zgodi, seveda nobene panike. Včasih ženska ne more dojiti iz takega drugačnega razloga, včasih tudi ne sme dojiti, sicer v zelo redkih primerih, ampak včasih ne sme dojiti otroka zaradi določenih bolezni. Takrat seveda pride v upoštev mlečna formula. In mlečna formula, zdaj velikokrat me starši vprašajo, katera je tista ta najboljša. Jaz rečem staršem, glejte, če bi jaz to zdajle, mislim, v tem trenutku, je težko reči, ker mlečne formule vsako leto na teh kongresih se vsako leto kažejo, kdo ima večje mišice, kjer napredek je naredil na sestavi. Vsako leto, eno leto je ta boljša, drugo leto je ona boljša, tretje leto je ti boljša in pa se spet vrstni red obrne. Težko je reči. Jaz vedno rečem, glejte, gospa ali pa gospod, tista, ki je najbližja materinemu mleku kot zlatemu standardu. In to, če malo poguglaš, ni težko ugotoviti, katera formula bi to bila. A pa če povprašaš v lekarni, tudi ni težko ugotoviti, katera to je. Ker te, ki so zelo blizu materinemu mleku, ki dobro posnemajo materino mleko, imajo tudi ustrezen marketing. Torej, zdaj pa en pomemben catch. Eden izmed izvirnih grehov debelosti. Eden je, če je nosečnica preveč debela, ali pa če je partner preveč debel, to je že en izvirni greh, drugi pa zdaj tam. Če ima zdaj midva dojenčka, ki se doji, torej moramo prepoznati prve signale lakote, ga pristavimo in otrok poje, kakor poje. Ne ga tehtati. Po podoju, koliko je pojedel. A to kdo dela? Ja, to delajo. To ne delati, razen če to indicira pediatr ali pa patronaža, drugače pa tega ne delati, ker to na psiho negativno vpliva. Zdaj, otrok se lahko doji 5 minut, pa se bo odstavil, lahko se doji pa pol ure, pa se bo odstavil. Torej, tudi ti, ko greš jest, boš enkrat si prvoščil večji obrok, enkrat pa manjši obrok. Moramo pustiti to pravico otroku. Torej, otrok sam diktira, kdaj je lačen, kdaj ni. In dojenje na 3 ure je mit. To pozabimo. Razen v zdravstvenih ustanovah poskušajo delati zaradi tega, da proces dela laufa, ampak dojenje na 3 ure v domačem okolju pozab. To ne obstaja. Ampak je dojenje na potrebo. Bravo. In ko se otrok odstavi, potem pa lahko spi za 15 minut ali pa pol ure ali pa 3 ure. In potem se spet zbudi, pa ga spet prestavimo. Pri mlečni formuli je pa catch. Tam pa piše, toliko star otrok, 1 mesec star otrok, toliko obrokov na dan, po toliko mililitrov na obrok, v mililitre daš pa toliko formule. In kupaš flaško, valjda, in na flaški piše, so označeni mililitri. In potem mamica ali pa očka, piše, da je moj otrok je star 1 mesec, torej rab imeti toliko obrokov, po toliko mililitrov. Pa preprav formulo, pa da raj malo več noter, za vsak slučaj, in pol otroka prime in gremo, pa otrok že bruhne ven, ne more več, ne, piše, dajmo. Vse moraš spiti. In otrok valjda je v tem primeru nemočen v primerjavi s tabo, In na neki točki bo rekel, prav, ima fotar, prav, v redu. In kaj se zgodi? Zgubi kontrolo za regulacijo apetita, ki je ključna pri debelosti. Po drugi strani pa pride do overstimulacije adipoznega tkiva
pri tem dojenčku in bo on mišelinko. Zdaj poznamo dva tipa mišelinkov. Eni so zdravi, eni pa ne. Zdaj, kako to ločati, je sicer malo težko, ampak to se pol kasneje vidi. Definitivno pa tudi otroka, ki je na formuli, mu damo toliko formule, kot on v tistem trenutku potrebuje. Moš vedeti, da pri formuli pa nimaš pozdravčka iz kuhne, pa nimaš sladice, ampak je vedno isto. Ja. Tako. Pa prija pa do vajanja goste hrane. Ja. Eno zelo zanimivo. In tretji izvirni greh, evo, če hočeš. Kdaj uvajati? To je večna dilema. Če je otrok zdrav, torej ob terminu rojen, da ni kakorkoli bolan, torej zdrav otrok, se uvaja gosto hrano okrog 6. meseca. Zdaj, če vi greste brati, to mamice delajo, grejo brati smernice za strokovno javnost, torej za pediatre, dietetike in patronažo. Tam je točno diktirano, kdaj pri dopolnjenem 6. mesecu. In potem včasih v ambulanti vidim otroka, ki napreduje na telesni masi, vpraša mamico, koliko je pa vaš otrok star? Pa reče, ne vem, približno malo več kot 5 mesecev. A že uvajate gosto hrano? Ne, to pa ne. Se piše po dopolnjenem 6. mesecu. Torej, uvajati bom začela čez 2 dni, ker takrat bo dopolnil 6 mesecev. Jaz ko gospa, a on že kaže kakšne znake za to, da je on pripravljen na gosto hrano. Recimo, da ko ti ješ, da te otrok gleda, pa kar začne pa balončke spuščati, pa slina se začne cediti. To je en izmed znakov. Pa spremljate z vsakim grižljajem, ki greš gor pa dol, te gleda, da ti je favš, ki ti ješ. To je en vidik. Drugi vidik je pa ta, da dejansko otrok pri približno 6 mesecih že kolikor toliko dobro lahko regulira svojo glavico, ne da je hipoton, ne da ko ga imaš v naročju, da je tako, pač to ni pametno uvajati gosto hrano, ampak da že lahko glavo obrača levo, desno, gor, dol. To je drugi mejnik. In tretji dejansko starost, da je star okrog 6 mesecev. Zdaj lahko je star 5 mesecev, pa ima on blazno željo po gosti hrani, dejte jo mu. Lahko je star 6 mesecev pa pol, pa ga še nič ne zanima. V redu, ga bo pa mogoče čez en teden zanimalo. Sam ponujati se mu more. To in potem ne pa uvajati pred 4. mesecem, boh ne daj. Tudi to se zgodi. Ja, piše, da lahko vajate po dopolnjenem 4. mesecu, ampak moj otrok je pa že res, a vidite, koliko je on, on je že inteligenten. Moja soseda je začela vajati pa 4,5, jaz sem začela pri 3,5, ker moj je bolj napreden, ker soseda otroka. In to ni v redu, ker če uvajate gosto hrano prezgodaj, ali pa prepozen, bo otrok ratal izbirčen oziroma lahko tudi ne ješč. In s tem je tudi kasneje povezana debelost in druge težave, ki se lahko zgodijo. Teda je treba tam okrog 6. meseca. In potem še en pomemben trik. Ko se otrok doji, ima povprečno, zelo bom zaokrožil, 70 kilokalorij, naprimer, dobi z dojenjem. Na 100 ml. Če vi naredite doma kašico, ta kašica imela tam nekje 40 kilokalorij, plus minus. Kar pomeni, da je manj kalorij kakor v mleku. In valjda bo otrok začel zgubljati na telesni masi. To se bo videlo. Zdaj, če hočete to ustaviti, dajte noter čajno žličko hladno stiskanega olja. In boste prišli na 70 plus kilokalorij. In ne bo tistega padca. Pa še ena stvar je, kdaj uvajati gosto hrano? Ali zdaj to začnemo s kosilom, ali z večerjo, ali ne vem s čim. Pozabite na to. To je tako, ker če bi zdaj, ne vem, tvoja žena reče, ja, veš, doma bom pripravila mehiško za večerjo, ti že cel dan sanjaš o tej mehiški in pa priješ domov in bo rekla, joj, veš kaj, nisem mi dal kuhati, zdaj pa dobil samo, ne vem, neko tretjo. Pašta, naprimer. Kako boš ti odreagiral? Tako malo... Ajde, razumem, ampak sem si pa želel mehiško. Pismo res mi je dišala, Ja. No, pri otroku je podobno. On si želi, naprimer, če je dojen dojko in mleko. In to je tudi edini način, ki on ve, kako se hrani. Da teče neki po grlu. Pa pride mamica ali počka, joj, le, žličko, ne, dej. Kaj pa je to? Pa neki zelenga je gor. Kaj pa je to?
pa proba, fuj, jaz tega nama, ne. Ne, dej, še, moraš. Stric rekel. Ja, in on bo lahko razvil nek odpor do tega. Ja. Tako da, dajte ga najprej podojiti, da bo on srečen, zadovoljen, pa sit. Ker lačen si ful drugačen, ne? Ja. In pomu dajte zelenjavo, ali karkoli že, bo pa ne rab pojesti 100 gramov, Ja. niti približen. On rab samo toliko pojesti, lahko tudi samo en grižljaj, pa bo vrgel na tla, pa po laseh si namazal, nič hudega. Samo da začne počasi poznavati različne živila. In idealno je uvajanje goste hrane na željo otroka, oziroma angleško je ta BLW, Baby Led Weaning metoda, ki je sicer na začetku malo strašna za nekoga, ki prvič uvaja gosto hrano svojemu otroku, ker ima občutek, da se bo tam zadavil. Ja. Zakaj pa temu tako je? Pa to, da mi imamo refleks davljenja tle na koncu jezika. Ne? Ja. Otroci imajo ta refleks davljenja pomaknen na prednji del jezika, ker je to naravna varovalka, da se otrok ne bo zadušil z nekimi stvarmi. To je narava tako poskrbela. In zdaj otrok, ki dobi na tisto točko na sredi jezika, na prvem delu jezika neko grudico nečesa, bo on začel sedavati. To ne pomeni, da je košček zašel že sem, ampak ga ima v ustih in on se bo smejal, pa davil se bo. Ponovadi je tako. Pri mojih nečakih tako vidim. Ja. Je sestra bila čist, pa kaj si ti nor, kaj si ti meni govoril, da bom uvajala po Baby Led Weaningu, glej ti to, skršivca moram klicati. Ja. No in smo ji dali zabrati, sem ji dal zabrati to knjigo, ki smo jo pri UNICEF-u izdali, kjer piše točno korak za korakom, kako se to uvaja. Uvajanje goste hrane na željo otroka. Jaz sem jo še prevedel to knjigo in je res fantastična. In ko je sestra to brala, je rekla, evo, zdaj sem suverena, zdaj vem, kaj me čaka. Vse je pa fino malo obnoviti temeljne postopke uživljanja za vsak slučaj. No in ko otrok potem dobi hrano, ne vse v kašico data. Kašica sicer včasih čisto v redu zgodba. Če starši na začetku niso čisto suvereni, jaz vedno rečem, pejte na kašice. Pejte na kašice. Imamo tudi tukaj super knjigo, ki vodi starše, dojenčki za mizo. Oni lahko grejo od dneva do dneva, ampak kašica je tako, da bi se tebi rekel, če imaš rad, na primer, dunajski zrezek pa pomfri, ti bom pa zmiksal, pa boš jedel to žlico, verjetno ti ne bo všeč. Otroci tudi želijo imeti nekaj bolj konkretnega, torej, če jim daš zelenjavo na koščke narezane, da se ne bojo zadušili dejansko, pa dobro razkuhane, da oni primejo pest, da že to se spremenijo sami v kašico, oni vidijo barvno paleto, oni paleto vonjev, okusov, tekstur. In to je osnovna naloga vsakega starša, da poskrbi, da bo otrok seznanjen se s temi okusi, teksturami in barvami, ker bo boljši jedec. Je pa problem, provajanje goste hrane, zdaj seveda, kaj pa jim dati, če si na poti? Kaj pa jim dati, če si, ne vem, pri zdravniku pa čakaš v čakalnici? No in tle imate seveda tudi različne kašice na voljo, različnih proizvajalcev, ki so sicer že utekočinjene, in potem, oziroma v kašasti obliki, imate žličko in lahko dajete otroku. Ja. Pa enkrat me je kontaktirala ena mama, Ana Mavretič, me je kontaktirala, da je videla na internetu eno spletno predavanje. Na Biotehniški fakulteti imamo vsako leto tako imenovane Simčičeve simpozije in en izmed simpozijev je bil namenjen tudi uvajanju goste hrane in prvih 1000 dni življenja. Letos, na primer, bomo imeli temo debelosti. In rekla, jaz sem te tam gledala, si mi govoril stvari in je ful zanimiv. Nekako se malo to sklada z mojo logiko, da na trgu primanjkuje nekih novih kašic, nekih inovativnih kašic, ker te kašice, ki zdaj obstajajo, so po isti recepturi že od 80-ih naprej praktično. Malo se sicer spreminja zakonodaja, ampak to je pa to. Rekla, zdaj pravda neko kašico, ki bi bila bolj zdrava, ko bi bolj spodbujala to fazo uvajanja goste hrane. Rekla, če bi me zanimali, da bi se usedla pa pogovorila, kako si ona to zamislila, pa da jaz si strokovnega vidika povem, a to zdaj sploh gre skupaj ali ne.
No in dejansko je potem beseda dala besedo, smo se večkrat srečali še s širšo ekipo, ki se stavlja tudi še pediatrinjo, pa še 3 moje kolegice, dietetičarke, da smo razvili novo pravzaprav kašico, v čist unikatni obliki, ki ohranja pravzaprav 99% vseh hranilnih snovi. V kašici tudi razvili kašice na tak način, da spodbuja otroka pri razvoju tega odnosa do novih živil, do novih barv, novih struktur, novih vonjav. In potem, jaz sicer nisem strokovnjak na tem področju, je pa ta omenjena Ana na tem področju strokovnjak in se je razvila ideja, startup ideja, kjer zdaj jaz lahko rečem, da z veseljem sodelujem kot ta strokovni Del ekipe, kjer poskušamo res na ta evidence-based z najnovejšimi raziskavami z tega področja pripraviti novo formulacijo formul, kašic, ki bo primerna, najbolj primerna za otroke in take še ni pravzaprav na tržišču. Zakaj je to boljša? Boljša je predvsem iz tega vidika, ker ohranja najprej ogromno teh hranilne vrednosti. Po drugi strani dajemo kombinacije takih okusov, ker imamo tudi v ekipi osebo, ki je specialist za razvoj novih okusov. In grede, ko so že pri tem, a veš, da je najboljši somelje, bi bil dojenček. Dojenček ima daleč največ teh brbončic, ker starostjo jih zgubljamo. Dojenček bi bil najboljši somelje, če bi bilo to možno. Torej, tudi kašice morajo biti take, da bodo dojenčkom najbolj všečne, da jih bodo sprejeli. Seveda brez sladkorjev in tako naprej. V liofilizirani obliki. Okay. To je v bistvu razlika od obstoječih kašic, ta bo v liofilizirani obliki. Tudi v takem segmentu, da so lahko koščki not še vedno vidni. Torej, ko se dolije voda in se to pomeša, bojo še vedno noter taka koščkasta struktura, da bo otrok tudi spoznaval ta vidik zgodbe. In to je zdaj trenutno v razvoju. Mislim pa, da že na spletni strani Food Science se tudi že lahko vidi koncept ideje in tudi tiste kašice, osnovne smo že razvili, so tudi že tam, da se jih lahko vidi. Spletna je že narejena. Mislim, da ljudje že to kje vidijo. To že vidijo, ja. Ok, od spodaj v opis bomo dali link do spletne strani, da boste lahko kar zdaj skočili pogledati, če koga zanima. Mene definitivno zanima. Mislim, se jaz tudi strinjam kle za Ano, sploh, ker sva začela, moja je tudi Ana žena, ker sva začela gledati, glede tega, kaj kupiti, pa kaj obstaja. Mene ima ferbec matro, ker je to zdaj že en naredil celo znanost iz tega in ja, Poledin, ko sva z Markom o tem govorila, mi je rekel, to je pa pač nek produkt, ki ga mi razvijamo in sem bil tako, wow, super, to mi je pa všeč. Ker tle razvoj res je obstal na nek način, no? In ni bilo nekega preboja, nekega napredka, ne? Meni je pa ta vidik tudi zanimiv, ker jaz si pa spet, točno tega želim, da lahko jaz dam znanje v nek produkt, jaz sicer nisem ne marketingar, ne nič iz tega področja, ampak jaz vem, kaj naj bi bilo v redu in jaz lahko to pomagam, ta del pripraviti in tudi sem pomagal in tudi bom še naprej sodeloval in pomagal. In to bo, mislim, to je nek produkt, pod katerega se brez problema lahko podpišem in rečem, da je noter tudi da je evidence-based narejen. In tukaj je pol ta povezava med nekim visokim akademskim svetom ali pa nekim praktičnim vidikom, ki ga vidim na pediatriji vsakodnevno, z tem marketing biznis svetom, ki ga pa jaz čist ne poznam. Meni je spoštovanja vredno že dejstvo, da pač človek, ki nekaj tazga daje na trg, kar je za otroke, ki je po moje daleč najbolj občutljivo iz vidika tega, kako bojo starši pozorni na to, kdo to dela, pa zakaj ne, da da nekdo svoj obraz pred to, tako kot si ti to dal recimo danes. Pa verjetno boste tudi na spletni strani predstavljeni in vse. Točno to, ja. Pa tudi ideja je, da bi dejansko delali klinične raziskave na tem področju, kar pomeni, da bo dal še dodatno težo tej naši zgodbi. Ampak v osnovi pa želimo dobiti oziroma narediti neko alternativo, ki je trenutno na tem področju v Sloveniji definitivno ni. Za kakšno obdobje pa bo ta hrana? Torej, to bi so za celo obdobje uvajanja, bodo posamezna obdobja, tudi smo malo prilagodili glede same sestave, kdaj kaj potrebujejo, kateri okusi postanejo izrazitejši pri posameznih, naprimer, mesecih,
potem kako se hranilne potrebe malenkostno spreminjajo tekom odraščanja, predvsem pa je to nekje ob začetku uvajanja goste hrane pa do dopolnjenega 1. leta oziroma do tega prehoda na družinsko prehrano. Če vam bo uspel zraven še starše izobraževati, kar glede na tvoj vibe, mislim, da bo kar en del tudi tega, bo to zelo dobro. Mislim, to je namen, no, v bistvu starše izobraziti, to je predvsem moj del, ki me zanima in ki mi je strašno pomemben, da jih ozavestiš, ker potem s pravimi informacijami lahko oni tudi sami doma delajo. Zdaj ne gre samo za marketing. Stvar je v tem, da mi spodbujamo, cela ekipa pravzaprav spodbuja, da se kašice pripravlja doma z lokalnimi sezonskimi živili. In te kašice, ki smo jih zdaj mi razvili, so v bistvu seveda so polnovredne, ampak predvsem za tiste starše ali pa za tiste otroke, ki so, ne vem, na poti, pa čakajo pri zdravniku in tako naprej. Ni to absolutno v tej smeri, da bi mi spodbujali, ok, ne rabiš doma kuhati. Ja, konzumerizem, ne, da bi šli na to sceno. To ni naša filozofija. Ja, pa tudi liofilizacija, ne, to je nekaj, kar ima daljši rok trajanja, tako da že tle bi se šutnil v kolen, ker ne bi folk rabil tok zaporedoma skozi naročevati, ampak lahko rečete, le vzem paket 30, a ne, mej ga doma. To je to, a ne. Tle smo gledali, v bistvu, s katerim tehnološkim pristopom mi lahko naredimo kašico in bomo ob tem ohranili maksimalno hranilno sestavo. Ne, da zdaj mi imamo kašico, no dodajamo posamezne vitamine pa minerale, ker to ni point te zgodbe, ampak dejansko to, da mi lahko s samim tehnološkim postopkom, ki je sicer liofilizacija, mimogrede tudi izjemno drag postopek, da tudi tukaj bi se šutili v kolena, ampak ohranja pa pravzaprav glavnino, smo rekla, teh hranilnih snovi. Pa ni treba dodajati kakšnih konzervansov pretirano, še prav, kaj nekako bojo sestavine noter? Sestavine bojo zelo osnovne, lokalne, sezonske, z certifikati, da je v bistvu pravzaprav to živilo res po ekološkem principu pripravljeno. Seveda otroška hrana zahteva po zakonodaji tudi že obstoječe kašice morajo prestati kar veliko število različnih faz testiranj na določene težke kovine, na določene druge primesi, teda to seveda to bo isto, ampak lokalno pa sezonsko in enostavno. Tako da mi bomo poskušali, kombinirati tudi s pomočjo tako imenovane recipe developer osebe, ki bo rekla, ok, tale okus pa ta okus gre super skupaj, tudi hranilno gre super skupaj, tudi naprimer tisto železo pa vitamin C zaradi absorpcije boljše, ogromno bo teh dejansko znanstvenih dokazov, ki obstajajo tukaj noter, danih v neko prakso. Bojo pa samo osnovna živila, nobenih eksotičnih posebnih živil. Ja, tudi, ko si omenil ekološko pridelane, da sodelujete s slovenskimi kmeti oziroma... To bo definitivno plan podpirati lokalne proizvajalce, ampak zdaj toliko daleč nismo še, oziroma to ni čisto moje področje, če sem čisto odkrita, ampak vem, da se trenutno iščejo sodelavci oziroma dobavitelji, ki bojo pač mogli ustrezati določenim standardom, ki jih bomo postavili. Hudo. Se pravi, to je za obdobje uvajanja hrane. Ja, za obdobje uvajanja. Zdaj prej sva ostala tam, začneš uvajati to, se pravi, kako si že rekel, gosto hrano. Tako. Hočem reči trdno, ne vem zakaj, ali mehko. Pol zatem pa pride zdaj nekako navajanje na te mal večje koščke, kakle pa je mal stiska, sploh moja ženo stiskal zaradi tega, da se ji zada otrok, to je grozen, ampak pismo, mezi je edini način, da se naučiš to handlati, da se dejansko zgodi, hvala Bogu v neki pač blažji obliki, da se otrok lih ne duši in da pač takrat pol ta svoj strah shandlaš in potovčeš po hrbtu, obrneš malo čez okol itd. Mislim, zdaj, tle je tako, ta gag refleks v angleščini, v bistvu se to imenuje, ali pa ta refleks davljanja, res gleda grozen, in zdaj tlele bi jaz rekel, nujno je, da starš oziroma oba starša se o tem malo podučita,
pogledati na YouTubu milijon teh filmčkov in tudi se mogoče malo pri kakšnih kolegih, ki so že imeli te izkušnje, pogovorijo. Definitivno obnovijo tečaj prve pomoči pri dojenčku, ne? Ker to niso heci, ne? Ker lahko se pa dejansko res kaj zgodi. Teda tlele, zdaj kar, da bi rekel, bomo že, absolutno ne, ampak je treba biti na to pripravljen, ozaveščen in na začetku, ker ta skrb definitivno je predvsem pri starših, ki imajo prvega otroka, da najprej grejo po klasičnem načinu uvajanja goste hrane. Najprej to. Potem, ko tam ugotovijo, kako se otrok obnaša, postanejo suvereni, starši tudi pri tem, potem pa lahko malo eksperimentirajo. In eksperimentirajo lahko tako, da dajo otroku živilo, ki je na koščke narezano, definitivno ne sme biti v okrogli obliki, ker to lahko takoj zdrkne dol do sapnika. In tudi tako skuhano, da ko otrok to prime, ali pa ko starš prime, da je že kašica. In pol bo vedel, da ko to otrok da v usta, bo mogoče ta gag refleks imel, ampak takoj, ko bo jezik stisnil tisti košček gor ob nebo, bo radala tekočina. In takrat se ne more zadavati oziroma priti do aspiracije. Kakšne olupki znajo biti problem, grozdje, borovnice, nektarine. Pa peškice. Pa peške, To je treba biti zelo pozoren pri teh stvareh in tega rajš na začetku ne dajati. Tega ne dajati, dokler ne boste videli, da je otrok res, da že zna hendlati te koščke. Kar se pa lahko zgodi, ne vem, pri 8 mesecih, lahko pa šele pri 1 letu. Ne, ni panike. Je pa panika, ker starši določeni, naprimer, ravno zaradi strahu pred tem refleksom davljenja, otroku dajajo vse v tekoči obliki, oziroma zelo mehki pasirani obliki. To pa ni v redu, zaradi tega, ker otroci imajo določene te, v prvem letu starosti grejo čez določene razvojne mejnike, tudi kar se tiče ORL področja. In zdaj, če otrok se ne bo seznanil s temi koščki, tam nekje pri 8 mesecih, pa ga boste seznanjali šele pri, ne vem, letu pa pol, on teh ne bo sprejel več in on bo hotel biti vedno samo na tekoči hrani. Kar je potem problem, in se rabijo vključiti potem tukaj noter in delovni terapevti, in fizioterapevti, in tudi logopedi, da otroka pri 3-4 letih, naprimer na uri soča, spet naučijo normalno jesti. Teda ni to, kar za zamahen z roko, pa spet v drugo smer, sej bo že. Tako da koščke vsem tudi more sprejeti. Ja, čeprav je kdaj strašno, sploh, ko začenjaš, Ja, zato pa daš vse res dobro prekuhano, da res ne more se ne zgoditi, in pa še to, ko nehate, predvsem pri teh majhnih otrocih, ko nehaš z uvajanjem goste hrane, otroci včasih kakšno stvar, ki ne vejo, kaj bi z njo v ustih naredili, pa jo ne plunejo ven, jo pol tle zadaj za dlesni skrijejo. Kako taki mečkeni prežvekovalčki. In pol jih daš v poslo in oni spet in to pa lahko spet zdrkne dol v sapnik, tako da je treba vedno malo s prstom takole pogledati, da niso česa skrili, ki je za dlesnijo. Ta pa lepa, hvala ti za tole. Ligzanče mislim, da to naredila eno lupo, ki je nek skrila. Jaz sem videl grozdje, pa je dam zdaj že malo lupka zraven, da se navata, In Ana ga je videla, jaz ga nisem videl dobro, pa kar naenkrat pa ta mala spet prevlekla umen. Ja. Tako da smešen, Kaj pa pol v naslednjem obdobju, se pravi, zdaj si ga navadil na to gosto hrano, zdaj pa prihaja ta neko obdobje, ko otrok začne praktično jesti to, kar je starš, Koliko zdaj tukaj biti pozoren na to, kaj otroku daješ in v kakšni meri, kakšni količini? Kaj bi mi tukaj rekel? Ja, tle bi sam za sekundo skočil še na en pomemben vidik nazaj, pa se s tem sklada. Pri uvajanju, kar je še pomembno za starše, uvajamo v mirnem okolju. Ne smemo biti pod stresom. Otrok to začuti, predvsem mamo takoj začuti. In če je mama pod stresom, zato ker je šla na tržnico po neko zelenjavo in jo je zdaj tam ona pripravila in jo je naredila tako, kot treba, zdaj pa otrok pluva ven, enkrat, dvakrat, trikrat, v različnih dnevih, potem lahko mama ima občutek, zdaj jaz se toliko trudim zate, kupujem ti ekstra drago hrano, ti mi vse pluvaš ven in rata lahko nekako podzavestno živčna. Otrok to čuti in boš sam še bolj pluval stvari ven. Če se to zgodi, so partnerji ponovadi super opcija, prije partner ni obremenjen, se usede, otrok takrat sploh ne bo poskušal, bo vedel, da mora pojesti na nek način. Ali pa kontra, tudi partnerji včasih, ki uvajajo, so lahko pod stresom, pa pol
ženske pridejo in uredijo situacijo. Ne? Potem pri uvajanju goste hrane je pravilo, v enem tednu lahko isto živilo, preden ga bo otrok res sprejel pa pojedel, uvajate tudi 17-krat. To je neka taka statistična fora. Mi rečemo od 10-krat do 20-krat. No? Ja. Ponavljate vedno eno in isto živilo tekom različnih dni, da bo otrok to živilo sprejel. Pa imate določene otroke, ki imajo genetsko to nagnjenost, da določene okuse bolj grenko zaznajo, kot v resnici dejansko živilo je grenko. In zato določena živila, naprimer kot je cvetača ali pa brokoli, je pri kakšnih otrocih dejansko no-go. Ker ima to ta genetski zapis za tisto grenkobo, oni še 10-krat bolj močno čutijo, kot v resnici tisto je grenko. Tako da, če se to zgodi, kdaj, pa da vse drugo je, samo tistega brokolija pa cvetače, v redu je. Puste. No in potem še ena stvar, naprimer, tvoja žena uvaja hrano, ti prideš iz službe in si ful dobre volje. Otrok to vidi, hčerka bo to videla. In ona bo to povezala, oči dobre volje, jaz imam pa zeleno solato v roki. To pomeni, da je nekaj dobrega. In bo zeleno solato povezala s pozitivnimi čustvi. Wow. Če si pa zdaj ti prišel domov jezen, ker ne vem, kaj se je zgodilo, nekdo te je izsilil na cesti in zdaj ti hočeš to doma ženi povedati, bo imela hčerka zeleno solato, ampak ti si jezen. Ona ne vedela, zakaj si jezen in ona rekla, ojoj, zelena, to pa nekaj ni v redu, to pa ni dobro. Pa bo začela zeleno zavračati lahko. Ali pa ne vem, to je pri moji sestri bilo tako. Uvajanje, mora vse otrok dobiti in tako, pa ima pa moža, ki pa zelenjave ni jedel. Sploh. In pa rekla sestra, veš kaj, zdaj pa, ko bomo mi uvajali gosto hrano, se ti delaj, da ješ zelenjavo, ker piše v knjigi, tam, ko sem govoril, da moraš tudi ti jesti. Ne za mizo govori, da je to fuj, ali pa frcati iz krožnika stran, ker otrok to takoj pogrunta. Ampak se delaj, da tudi ti ješ. Vse ti bom malo manj na krožnik naložila, moraš imeti pa vse isto na krožniku, kot ima otrok. Ker otrok hoče imeti vedno isto, kot imaš ti. Zato je ta baby led weaning tako priročen, ker lahko daš na krožnik sebi isto stvar, pa njej isto stvar, pa bosta imela oba isto, lahko daš to na kolena, pa jesta iz istega krožnika isto stvar, to je še boljš. No in pa je ta mož od sestre začel to jesti, in je valjda jedel več kot 30 dni. In valjda, zdaj je zelenjavo. Brez problema. Hudo, koga so pol uvajali? Se sestra heca prav, da je uvajala 2 otroka. Pogosto hrano. Teda to je ta del. Naprej je pa spet en pomemben vidik, tudi lahko izvirni greh za debelost kasneje. Pa začnejo otroci že malo taktizirati, Valjda, okus za sladko nam je prirojen. Naravno prirojen. Torej, mi smo, ko se rodimo, karkoli je sladkega, mi to pojemo. Zato vsa živila v naravi, sadje, naprimer, ki je sladko, praviloma ni strupeno za nas. Praviloma ni. In zato je tudi zanimivo materino mleko od vseh sesalcev, je glih materino oziroma človeško mleko najslajše od vseh drugih mlek. Verjetno z razlogom. No in otroci to pa začnejo. Jaz bi imel pa namesto tazga zajtrga pa nekaj, ki je bolj sladkega, pa bi rad imel not malo več kakava, pa bi rad imel več noter cukra, naprimer. Drugače tega nam pojedo. In pa dajo starši za jesti, in otrok ne bo pojedel. In pa začne otrok jokati. In to je kaj hujšga in kaj hujšga za starši, da otrok ne je, ker bi mogel jesti. Pa kaj pa še hujšga, če imaš zraven taščo ali pa tasta, pa dajmo malo cukra noter, da bo pojedel otrok. Se vidiš, da je lačen. Ne tega početi. Ker ko vi to naredite, otrok ve, evo, pa ga imam. In pol bo isto pri kosilu naredil, pa bo isto pri večeri naredil. In pol na koncu boste videli, da je posod sam cukr. Sam cukr dajete. Ampak otrok bo, rasto bo, pa bomo rekli, v redu je, vse v redu. Ampak ne. Že takrat se geni vklapljajo iz vidika prehranskega programiranja, ki vodijo lahko v kasnejšo debelost. Torej, ta otrok pri 2 letih niti ni nujno, da je debel.
bo pa lahko pri 20 letih debel. Ja. Zaradi tega. Tako da Ja. ne tega početi. In ponavadi je pravilo, lej, če ti jaz zdaj dam zajtrk, ki je podoben, naprimer, da imate vsi isti zajtrk. Tole je zdaj za zajtrk, drugega ni. Pojej ali pa pust. Prav pa pusto. Prav pa pust. Malca je takale. Tole imamo za malco, vsi isto, pojej ali pusti. Pust. Ok, v redu. Pa je že to vklačen, da pri kosilu se ne bo več ti igrce šel. Ampak bo kosilo pojedel. Pa tudi videl, da nič z izsiljevanjem ne more kaj veliko narediti. Zato je kar velik primer tudi v ambulanti vidim, rečejo starši, joj, vi ste pri nas doma otrok mi noče nič jesti. V vrtcu vse je. Kako je to To možno? sem tudi jaz že slišal. Ja, zato, ker v vrtcu se vzgojiteljica ne bo z vašim otrokom posebej pregovarjala, ali to bo jedel ali ne bo jedel, pa če bo pojedel, bo, če pa ne bo, pa ne bo. Ne bo cukrčka noter umešala, ne? Ker mora tam 20 otrok zamerkati. In, mislite, da je to problem? Ja, dajte, ne, doma to naredite, ampak ko se enkrat to doma zgodi, je seveda še vedno možnost povratka, ne, ampak ta povratek je relativno kar boleč za otroka, ker se bo seveda ne bo mu všeč in bo lahko velik joko in tako naprej in je to zoprno. Ampak da se pa narediti. Jaz rečem včasih staršem, če želijo, glejte, petek, ko pridete domov, soboto upeljte ta pravila igre, celo soboto bo otrok razdražen in bo jezen zaradi tega, nadaljujte s pravili igre še v nedeljo za kosilo, za večerjo bo že jedel vse, ker bo videl, da ne more izsiliti tega. Ker če pa bi, imamo težave potem kasneje, evidentno težave z debelostjo. Kaj pa čokolino? Kaj jaz zdaj, veš, spet ga spoznavam nazaj, ne? Pa sem se spomnil, pa če sem skozi to jedel, ne? Ja, poglej na deklaracije, koliko je sladkorja noter. Vse to, ne? Pa boš videl, da mogoče to ni glih najboljša zadeva za vsakodnevno rabo. Ja. Je pa spet tako, ne prepovedujemo, ne? Ja. Samo omejujemo. Tako da naj to ne postane praksa, ki jo bo hčerka prakticirala vsak dan, ampak ob posebnih priložnostih pa seveda noben problem. Top. Če bi mi mogel povzeti, tako kot to narediš otrokom, tako kot to narediš staršem, kako bi mi povzel zdaj neke nasvete, greva začeti pri meni, torej zame, ki imam doma 9 mesecev staro punčko, kako se lotevati zdaj naprej njenih prehranjevalnih navad. Če bi mi povzel iz te epizode zdaj ven, recimo v 3 bullet pointih, kaj bi mi rekel? V bistvu ti kot moški, zdaj iz biološkega vidika, ki je veliko več tle ne moš narediti, lahko pa narediš s svojim zgledom. Ja. Torej, poskušaj vsaj pred hčerko, da ješ uravnoteženo, da se ne zmrduješ nad hrano, da kažeš nek spoštljiv odnos do hrane. Torej, ne zdaj, spoštljiv odnos do hrane ne pomeni, da ne greš od mize, preden ne poješ vsega, ker to je napačno in to vodi v debelost. To so naši starši počeli, ampak takrat z razlogom, ker smo bili v pomanjkanju. Zdaj pa ne. Naloži naj se manjše dele, naprimer z njenimi pestmi približno odmerjaš, in pa spoštljivo govoriš o hrani, pripravljaš hrano, mimogrede, se opravičujem, ker moram še to dodati, sem se spomnil. Z veseljem, daj. Kako otroka začneš navajati in pa mu nekako privzgajati nek zdrav odnos do hrane. Tako, da ga vzameš, tudi če je 6 mesecev star, seboj na vrt, potegnete skupaj ven korenje, ga skupaj pod vodo operata, ga data skupaj v lonec, kjer ga skuhata, ga skupaj potegneta iz lonca in narežeta, ali pa naredita nek pirej z tega. To bo otrok videl, kaj ti delaš, in on bo hotel ponavljati. Pa mu daš iste plastične nožke, pa se malo igra. Ja. Če ne mara neke zelenjave ali pa nekega sadja, razen zredko tisto genetsko izjemo, ki sva prej rekla, ne pri brokoliju pa pri cvetači, tam pustva, obstaja milijon pravljic, ne YouTube pravljic, milijon pravljic, večernih, greste v knjižnico, po pravljice, berete, kako jabolko dobro dela na ne vem to pa to, kako je tisto dobro za to, kako je dobro za to. In otroci to nekako akceptirajo in začnejo to pol jesti. Lepo. Pa
hrano pripravljajte na njim zanimiv način. Ne vse spasirati, ne pa zblendati, ampak naprimer, ne vem, lahko narežete to z lopali, pri krompirju ali pa pri sadju, določenem sadju, predvsem hruškam pa jabolkih, narežete na take rezine, pa date otrokom modelčke za piškote, pa naredijo iz tega neke njihove super junake in pol to date kuhati ali pa to date pečt. Ali pa to date, če je sadje kar tako da poje. To pali skoraj 100%. Se pravi nekako gamifajati oziroma narediti igrico iz kuhne in hrane. To. Tako tudi za tebe kot očeta, ne, da spodbujaš pri tem in ženo in pa hčerko, pa da skupaj so ustvarjate, ker od otroka je največ vredno to, da je skupaj s staršem. Ja. Če je možno z obema hkrati, je najbolj srečen. Sicer pa 1 na 1, pa da je v bistvu hranjenje, da poteka v umirjenem, ne hektičnem okolju. In da tudi, če otrok nečesa ne poje, da ni kaznovan zaradi tega. In hrana nikoli ne sme biti ne nagrada in nikoli kazen. To so tudi v moji generaciji, naprimer, ne, če ne boš tega, pa je dopolne, boš tega dobo. To ni v redu. To je spet tisti nekak notranji občutek, da potem se še bolj hrepeniš po nekih napačnih vzorcih. To ne sme biti ne kazen, ne nagrada. Če hočeš že nagrajevati otroka, potem, ne vem, zbirane neke nalepke, ali pa jo pelj v živalski vrt za nagrado. To bo boljš. Torej, da jo spodbujaš, ne kaznuješ in da ji daš pravico, dovoliš to, da ne bo vsega pojedla, ker pač je izkazala, da je sita, da je dovoliš to, da ne bo popucala krožnika, ampak da ji pa ne dovoliš tega, da bo ona rekla, ne vem, zdaj ima tam noter neko zeleno zelenjavo, da je pa niti dotaknila se ne bo. To je pa drugo pravilo. More se dotakniti. Vsaj probati. Sej probati. Samo en grižljaj, ne rab celega grižljaja. Ko včasih reče otrok, fuj, jaz tega ne bom, ne, to jaz ne. Ne, en grižljaj. In če to prakticiraš spet 1 mesec, bo začela jesti brez problema. Pa razumeti je treba tle še eno zgodbo v teh vrtčevski populaciji. A v vrtcu imajo vedno enega liderja. Enkrat je en lider, enkrat je drug lider, enkrat je tretji lider. In če reče lider, rdeče hrane ne bomo jedli, cela skupina bjak. Ne bo jedla rdeče hrane, pa to je lahko rdeče jabolko ali pa rdeče meso. In to je pa treba vedeti, da to je samo obdobje, ki bo trajalo lahko nekaj tednov, in pa se ne bo jedli zelene stvari, pa se pa ne bo jedli rumene stvari. In pa to mine. Tako da tudi to ni nobene panike, to se zgodi in to je v tem obdobju odraščanja teh naših malčkov čist nekaj normalnega. Tako da te stvari imej malo v mislih, pa da jo, če imaš možnost, da imaš doma vrt ali pa da jo pelješ kam na kakšno kmetijo, da greste malo tako raziskovati, kako hrana raste, kako živali jejo in tako naprej. Otroci to imajo zelo radi in jih zelo hitro zanimiraš. Zato pa je v živalskem vrtu toliko otrok, bolj te manjše starosti. Pa kakšne te ekološke kmetije, ki imajo koze, krave. To je meni bolj všeč. To je super, Mi je res super. Na splošno še to vprašanje ti dam, pa bo počasi šla na off. Na splošno ljudem, glede hrane, prehranjevalnih navad, kaj bi svetoval? Na splošno, da jemo količinsko manj, to je prva stvar, da se izogibamo sladkorju v tekoči in taki trdni obliki, pretirani uporabi soli, to ljudje ne vejo, ampak povprečen človek, če poje en kos kruha, ali domačega, ali kupljenega, in namaže z margarino ali pa z maslom na tanko in potem da čez mogoče 2 koluta pršuta, je on pojedel toliko soli, kot jo v dnevu potrebuje. Vedeti moš pa, da ne poje ponovadi samo enega kosa kruha, pa ne poje samo 2 rezini pršuta, pa pojemo še kakšne juhe in še druge produkte, tako da mi soli pojemo preveč in to je glavni sovražnik za srčno-žilno obolenje, oziroma povzročitelj. To, pa nasičenih maščob čim manj,
Še ponovi, nasičene maščobe so kere, ki obdržijo trdo. Ja, tiste, ki so na sobni temperaturi v trdem agregatnem stanju. Tipični so naprimer že omenjeno maslo, pa margarina, a ne? Pa ima lahko tudi tisto kokosovo mast, pa ne vem, prašičja mast in tako naprej. Okay. Te stvari. Potem, da se izogibajo procesiranim živilom, predvsem visoko procesiranim živilom, ki so večinoma energijsko bogata živila, torej imajo veliko kalorij, nimajo pa neki veliko vitaminov pa mineralov. To so pa tipični predstavniki, naprimer paštete, razno razne salame tudi lahko, predvsem kakšne hrenovke, pa tudi rastlinske alternative tem namazom, naprimer, in tem paštetam in tako naprej. To so visoka procesirana živila in probamo znižati, pa tudi čim manj obiskovati restauracije s hitro hrano in tudi doma peči oziroma cvret. No? Jaz bi to kar nekako omejil. Ne prepovedal, omejil. Kaj pa airfryer? Je boljša opcija, še definitivno boljša opcija, ni pa idealna. Okay. Tudi to moramo v omejenih količinah uporabljati. No. To pa zažejo piti vodo. Mogoče sem danes pozabil v najnem pogovoru omeniti vodo. Si jo zdaj? Ja, voda je res pomembna in nekako po študijah, ki jih imamo v Sloveniji, vse starostne skupine praktično premalo pijemo, torej smo premalo hidrirani. V Sloveniji imamo to prednost ali pa privilegij, da iz vsake pipe pravzaprav priteče pitna voda, pitna neoporečna voda. In tega se premalo zavedamo. Mogoče bi izpostavil, da v določenih evropskih državah te opcije nimajo in morajo kupovati vodo iz plastenk vsak dan, kar je problem mikroplastike, nanoplastike in tako naprej, ampak o tem danes ne bomo imela časa. Torej, pit moramo, koliko pit. Zdaj spet odvisno, koliko smo stari, ne? Ampak en tak, da se ne bom zdaj zapletal s kolikimi kozarci in tako, to dobite na spletni strani prehrana.si. Spletna stran, ki je pravzaprav financirana iz strani Ministrstva za zdravje in tam imate lepo tudi o hidraciji in tudi o drugih zadevah, če vas kaj bolj podrobno zanima, tam dobite vse. Načeloma je pa pravilo tako, če vi spremljate svoj urin, razen jutranjega, ki je vedno bolj koncentriran, ampak če ste vi sred dneva, greste na WC ali pa proti večeru, greste na WC, pa vidite, da je vaš urin skoncentriran, rumeno-oranžne barve, to pomeni, da definitivno niste dovolj pil. In morate paziti na ustreznost tekočine. Zdaj, če spavc, otroci tam do 3. leta, tam nekje do litra pa pol, potem najstniki, mladi odrasli, starejši, tam nekje 2 litra do 2 litra pa pol. Paziti je pa treba še na starejše odrasle, ker pa pozabijo piti, ker nimajo več tistega občutka za ustrezno hidracijo, tako da stare mame, stare ate, morate pa non-stop spodbujati, da pijejo. In najboljše vpričo vas, da veste, da so nekaj spili. Ja, kaj pa piti si rekel vodo, ne? Kaj pa dodati neke elektrolite noter, se pravi, da bi že zjutraj dodal neko sol, mogoče malo limončke za bazičnost. A igra to veliko vlogo pri hidraciji? Zdaj, to se dodaja, mislim tako, zdaj, če eni ljudje ne pijejo navadne vode, ker jim rata nekako pravijo, da slabo po navadni vodi. V tem primeru komot malo limone se not stisne, ali se pa namaka noter kakšna zelišča, naprimer, ali pa kakšne začimbe, noben problem. Zdaj, kar se elektrolitov tiče, imajo predvsem problem, bom rekel, neki profesionalni športniki oziroma tudi posamezniki, neprofesionalni, ki se veliko potijo zaradi posledice neke telesne dejavnosti. Zdaj, v tem primeru ponavadi rečemo, da lahko damo malo ščepelc ali pa pal kristalov soli noter, da dobimo nekaj to vnos elektrolitov, ki smo jih izgubili preko pota, a ne? Ampak zdaj, da bi to kar tako svetoval, ne bi, zaradi tega, ker mi soli, sem rekel, že pojemo tako ali tako bistveno preveč. Zdaj, če smo mi nekako normalno aktivni, pa se potimo zaradi normalnih aktivnosti, ne rabimo dosoljevati vode, ne rabimo niti piti teh elektrolitskih napitkov, ki jih prodajajo. To delajo samo, naprimer, lahko kakšni, ki trenirajo kakšno stvar, kakšni športniki, tudi rekreativni športniki, ne samo profesionalni. Ja. Ampak takrat,
kaj, kdaj in koliko je pa najbolj pametno se posvetovati z športnimi dietetiki, ki jih tudi uvajamo v slovenski prostor. Hudo. Eugen Benedik, hvala ti za vse informacije. Meni se mora itek še usedeti, verjamem, da tudi marsikemu poslušalcu. Zato sem hotel, da na koncu narediva še enkrat recap. Se mi zdi to ful dobra tehnika, ki jo tudi sam delaš, da ostane nekaj bolj konkretnega. Ne? Tako da tudi vsi, ki ste tole poslušali, bom in jaz in verjetno tudi Eugen vesel kakšnega komentarja. Tudi če bo kakšno konkretno vprašanje, bojo napisali kle, prav? Imaš ti YouTube channel. Ja, jim lahko kle direkt odgovoriš. Super. Dostope do tebe boš povedal tudi, kjer dodamo v opis. Če bo kdo tudi želel kakšen posvet ali karkoli, delaš tudi osebne posvete ali samo preko pediatrije? Tudi osebne, ampak večinoma poskušam kanalizirati, ker če gre za otroke, da to je tudi novost v našem prostoru, lahko starši prosijo svojega izbranega pediatra, da izda napotnico, pride direktno do mene preko napotnice in se dobi termin relativno hiter in se pogovorimo. No, top. Če bo koga zanimalo, zdaj veste. Je kaj tacga? To sem te hotel še vprašati. Če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? To se vprašam. To je pa dobro vprašanje. Več idej mi gre po glavi, ampak verjetno bi kar pri tele ostal, da bi rekel, kako je mene moja profesorica učila tekom doktorskega izobraževanja. Sem v laboratoriju mislil, da sem odkril nekaj, za kar bom dobil Nobelovo nagrado. In pa grem jaz do profesorice, ves navdušen, ona pa tako hladnokrvno meni nazaj: Eugen, ni vse zlato, kar se sveti, preveri še vsaj 3-krat, kaj si naredil, probaj 3-krat ponoviti postopke, če bo 3-krat isto, pridi do mene. No, jaz sem že takoj, ko sem ponavljal postopek, ugotovil, da sem naredil metodološko napako. Torej, moje sporočilo bi bilo, da ni vse zlato, kar se sveti, predvsem v tem smislu, kar govorijo in širijo taki in drugačni influencerji, da svet ni tako zakompliciran, kar se tiče prehrane, kot bi ga določeni radi naredila. Torej, zadeve so na tem področju zelo simple. Tako da bom rekel, ne verjeti ali pa zaupati nekim, čeprav všečnim sporočilom, informacijam, produktom, ampak se prehranjujte približno tako, kot so se prehranjevale vaše stare mame in stari ati, in bodite približno toliko aktivni, kot so bili vaši stari starši, pa mislim, da boste čisto zdravi in tudi dolgo živeli. Lepo. To je to, kako se počutiš zdaj? Odlično. Ja, boljš kot prej, ali? Je šlo ven. Drugač bi ti rad nekaj v zavestu. Nič ni bilo z glasom. A ni bilo? Ne, vse si smut govoril. Mislim, da si na začetku enkrat zakašljal, 2-krat, zdaj pa... Ano, vidiš. Nisi se pozabil, ne? Ne, ja. To je to. Hvala ti. Super. Amadej, mamo. Hvala tebi.